Hvala. Ja, ta je rezervirana, tam imaš frere. Tu je gospod iz lekarnice, se še kaj zmenila. Žura, Klemen, veseli. Janez, če ne gre z leti, gre s tableti. To je dejstvo. To je, jaz sem rekel, kako bolj ne more biti res. Spoštovane goste sem povabil, da se usedejo, draga publika. Zdaj pa počasi zaključite debate, počasi. Ja, odprite flaše, da ne pol pokal. Malo zamujamo, se upravičujem. V Kranju je težje dobiti parkirno mesto kot doping. Je, da en od gosti še išče parking, ja, mi ostali tudi zbrani. Vreme je lepo, kaj ne, ravno za take dogodke. Dobrodošli vsi še enkrat na tematskem večeru, ki ga organizira SLO 12 ran. Tako, v Mitnici v Kranju danes, četrtek 25. aprila. Z mano so čudoviti gostje. Hvala vsem, ki ste prišli spet na poln tale lokal. Pozdravljam tudi vse na Facebooku, smo že živo. Ja. Kakšno vprašanje lahko napišete v komentarje, bo Klemen prebral, pa mi jih bolj povedal. Naslov današnje debate je malo hecen, malo izzivalen, je doping naša realnost. Gostje bodo več povedali o tem, jaz jih bom spraševal, ker sem laik na tem področju. Ampak, ja, kar začnimo, da ne bomo izgubljali časa. Jani Dvoršek je rekel, da mora danes narediti nekaj testov. Jih je že opravil, ja. Sam podpisati mora. Ja, spet nove grešnike. Začnite o dopingu govoriti. Z nami torej danes, spoštovani in spoštovane, bom začel na svoji desni Nataša Robnik, najboljša slovenska ultratekačica med ženskami vseh časov, večkratna državna prvakinja in rekorderka, dobitnica brona na slovitem Špartatonu in sveža rekorderka na 24 ur v Sloveniji. Živjo, Nataša. Zraven je Jani Dvoršek, direktor slovenske antidoping organizacije SLO ADO. In na njegovi desni dr. Bojan Krap, zdravnik in športnik, strokovnjak za regeneracijo v procesu treninga, ima dolgoletne izkušnje pri svetovanju vrhunskim športnikom in reprezentanci, zdravi pa tudi težke bolnike na UKC kot specialist internist. Dr. Knap.
Zdaj, tema se sliši malo zahtevna, taka, kar nekaj gostov, ki sem jih pobaral, so rekli, zakaj pa ne bi govorili o lepših stvareh športa, ampak tudi v tem dopingu ravno govoriti. No, zadnje se v dopingu veliko zgovarjamo za šankom, ne? Ja? Zakaj se enkrat ne bi še v takem javnem forumu, onkraj šanka recimo, ja? Pa da zvemo kakšno novo stvar, ne samo športniki, pač pa tudi tisti, ki jih spremljajo, tudi kakšni zdravniki, pa spremljevalci, da morda kakšno tančico odgrnemo, da povemo, kaj je to doping, kako se mu izogniti, kako se izobraziti o tem in da vam damo še kakšno popotnico razmišljati, kaj morda počnete narobe, kaj bi lahko drugače in kaj še lahko vedeti. Tako da morda, gospod Dvoršak, se strinjate s tezo, oziroma naslovom tega večera, da je doping naša realnost. Izvolite. Ja. Najprej hvala lepo organizatorju za povabilo. Veseljem se udeležujem, še posebej zato, ker to je en del našega delovanja. Naslov mora biti vedno provokativen, ne več proti temu, in doping je danes naša realnost. Vprašanje pa je, kako je razširjen, kdo ga uporablja. Jaz sem od svojega začetka na tem področju, sam že 40 let delam v športu, od 1. aprila 2009 naprej se ukvarjam s tem področjem in prvi dan sem se sam sebi rekel, nikoli ne bomo o tem, kaj je doping, ampak vedno bomo o tem, zakaj dopinga ne. In zato jaz pravim, da je ključna zgodba v tem, dober dan. Pozdravite vsi Brigito Langerholz, atletino. Nastopala je na 2 olimpijskih igrah, v Sydneyju pa osvojila 4. mesto na 800 metrov. Zvoli Brigita tam, v sred med gospodom, a ja, seveda. Če plaufala tažem 200, sigurno prej pošla, pa na 800 metrov. Ok, da se vrnem nazaj. Ja, in v bistvu zakaj doping ne? Enostavno zato, ker je predvsem škodljiv za zdrave športnikov. In mi se v bistvu niti nočemo več pogovarjati o dopingu, ampak se pogovarjamo o čistem športu. Naša temeljna ne vrednota, ampak poslanstvo je, da poskušamo zagotoviti pogoje čistega športa, da poskušamo zaščititi športnikovo zdravje in integriteta športa. Integriteta športa pomeni v bistvu nekaj, kar je odadel že, da ne govorimo o vrednotah, o poštenosti, o fair playu in tako naprej, rečemo enostavno integriteta. In če nam to uspeva dosegati, potem je del našega posla zagotovo narejen. Dejstvo pa je, da je poleg, da največ, in to je tudi od vsega mojega začetka na tem področju, bila moja prisega ali pa dogovor, da treba izobraževati, ozaveščati. In tu smo napravili zelo veliko, zato sem ponosen na to. Več o tem verjetno kasneje, ampak jaz mislim, da je to ključna zgodba. In potem lahko govorimo o tem, da če ozavestimo in izobrazimo mlade športnike, potem smo napravili veliko. Potem bo na njih in se bo znali sami odločiti o tem, ali uporabiti, ker uporabiti. Hvala, gospod Dvoršak. Ja, zato smo danes tukaj, da izobrazimo, da dodamo še kakšen kamenček v ta mozaik. Doktor Knap, jaz bi vas prosil kot naslednjega, vi ste se v svoji karieri srečujete z veliko vrhunskimi športniki. Vaša naloga, najbrž kot zdravnika neki reprezentanci, ekipi je tudi, da spremljate novosti na področju dopinga in da znate tem atletom, športnim kolesarjem, plavalcem in vse zadnje svetovati, povedati, jih usmeriti in tako naprej. Zdaj, vrhunski šport je v bistvu ena ekstremno gladiatorstvo, ki se nam je za pasu Brigito povabil sem, ki je tekla samo 2 minute, na 12-urni tek, Ostali niso hoteli, ja, svoj. Hecam se. Zdaj, v bistvu, doping je pravzaprav beseda afriškega izvora,
je pravzaprav stari Grki so imeli tiste njihove olimpijske igre, so ene rastline uživala, ne. Sej mogoče je bil prvi doping, smo videli pri kozah, ki so jedle kavne lističe, pa so bili bolj poskočni. Ampak to stremenje človeka potem, da bi presegal svoje nesposobnosti, pravzaprav staro kot človeštvo. Zdaj, zakaj so pa vlada stara 25 let, zakaj se je to razvil? Zato, ker so ljudje v tem stremenju, ljudje nimamo mere, so pa ljudje začeli na dirkah umirati. In zaradi pač zlorabe sredstev, ki so bile škodljive. Zdaj, v etičnih pa moralnih dilemah športa, ker če pa Brigita nam pa lahko pove, če bi pa ona tekla 2 minute 10-800 metrov, ne bila na olimpijadi, ne bila nič. Tako da razumete ljudi, da vsem želijo izboljšati. Ampak jaz mislim, da sploh tematika tega večera ni to, da mi zdaj razpravljamo o sofisticiranih oblikah izboljšanja telesnega performansa. V zadnjem obdobju se bolj ukvarjamo, recimo, če jemljemo doping kot zlorabo, je doping tole, ljudje na Nemčelo še laufajo. Ker sem tekel na 10 km v Ljubljanskem maratonu, so vsi tole gore držali, pa so slikali, pa ne vem, kaj se delali. Jaz sem bil pa moja edinka, nisem imel telefona s sabo. To je v bistvu problema, to je huda zloraba človeka, ker to je oksitocinska odvisnost. Ne vem, kako zdaj tečejo po 12 ur, če morajo se skozi slikati. Vse jim rada, vse zmorejo. Vse zmorejo. Ja. Ker zdaj, če govorimo o performansu, kam je človeštvo prišlo, potem imamo zdaj, če hočemo izboljšati zmogljivost ali pa dvigati kvaliteto življenja, zdaj vi ste verjetno taki, ki se želite gibati, ki imate, jaz sem tamle moj prijatelj, ki sva tekala skupaj na Joška, koliko nazaj, leta 90, še moj sin ni bil rojen in on je bil, je zjutraj vstal, pa je zdaj takval, jaz sem bil pa pameten zdravnik, pa nisem zdaj takval, kjer sem bil malo v buci. In bolj po uri pa pol je mene zmanjkal, on je pa še kar tekel. In zanimivo je to, da jaz takrat nisem imel pojma o športni prehrani. Sej sem po leta 2005, ki je bilo toliko dopinga, so organizirali Mednarodni olimpijski komitej, internetno šolo, pa smo se naučili prehrani. In potem sem jaz pri 45 letih vedel to, kar je Štefan vedel že iz prakse, ki je bil človek dejano. In zdaj, če gremo tu, da je Exercise is Medicine, ki so 2005, so v bistvu ameriška asociacija za to. Pa ne zato, kot me to kradli Američane. Ampak to, ki je bilo srčno-žilnih infarktov, to, ki so bili Američani, so še debeli, ker nič ne migajo, ker niti hodijo, kaj šele da 12 ur tekali. Potem se je začel in imamo rezerve tukaj, da spodbudimo ne s temi substancami, pa z ne vem čim vse, da presegamo. Jaz v bistvu vidim doping v sodobni tehnologiji, ki nam omogoča ne samo, da imamo telefon, da spremljamo svoje fiziološke parametre, da hodimo ta prav čez spat, da jemo pravo hrano, ker s hrano smo tudi čisto zabluzili. Hrana je zdaj strupa, da začetek pa je to. Knap, dobro ste nas pošolali zdaj, tako da vsi so odlobili telefon, vsi so čekirali, če so brokoli danes jedli, bomo o tem še nekaj rekli, Z dr. Knapom sem imela eno izmenjavo, ki je rekel, čemu je potreben tale pogovor o dopingu, če imamo to drugih tem za predelati, ampak bomo tole oddelali, pa bomo pa naslednjič se pogovarjali. Še o drugih stvari. Brigita, ker si ravno prišla, da o dopingu govorimo, ti se ukvarjaš zdaj z drugimi stvari kot z atletiko. Zdaj, če je Vada stara 25 let, če sem prav razumela, Vada je, bo rekel, mlajša kot pa tvoja atletska kariera. Tvoja atletska kariera je štartala pred več kot 25 leti. Da mi malo povejno, ko je bilo v tistih prazgodovinskih časih, recimo. Danes se pogovarjamo rekreativci o dopingu. Takrat smo po televiziji gledali mogoče kakšne olimpijske igre, pa so povedali za kakšnega Bena Johnsona, pa še za koga, ostalo pa nismo mi nič vedeli. Ko je pa to pri vas med aktivnimi atleti, ki ste tekmovali na največjih tekmovanjih? Ja, lep pozdrav sem. Karla Lewisa, tudi je povedal, sem ga spoznala po Los Angelesu, pa intervju zdaj mu naredila. Kako je bilo? V bistvu, jaz, ko sem prišla na prvo prireditev v Škofji Loki, je župan rekel, ti smo na ta čubnak slaufala tam je po Gorajtah, to je bilo to. Tako da mi, sam norci, smo takrat laufali v mojem otroštvu, ali pa tisti, ki smo neki, ne vem kva, vandevali, srečo. In ni bilo popularen, to ni bil viden kot poklic, definitivno ne, kar je bilo prven kasneje.
Ampak pri meni, kar opisujem tudi v knjigi, no, ki imam danes s sabo, je bilo v bistvu tek, da pridem ven z bolezni. Jaz sem imela astmo in to mi je bilo na začetku prepovedano laufati in se gibati, pol kasneje je bilo pa to meni zdravilo, no, ko sem videla, kako mi pomaga prav tek. Ampak vmes so rabili zdravniki, da so zamenjali pač ploščo, ne. Prvo so rekli prepovedano, pa je prišlo, no, tako. In moja kariera je trajala 18 let, vse živo sem doživela, res ni, da ni bilo. Od ne vem kakšnega izseljevanja, mislim, jaz zelo bolj mal, okrog mene ljudi, ki sem opazovala, pa ogromno. No. In če smo na temi dopinga, kva človeka pripelje do tega, da začne pač uživati prepovedana sredstva, moje mnenje, kaj sem opazovala, slava, prepoznavnost, denar, mogoče ni na prvem mestu glih denar, kar bi mislili, in to stremenje, ki tudi sponzorji od človeka zahtevajo, da si skozi boljši, da obstaneš na tistem prvem mestu, govorim na svetovni ravni. V rekreaciji se je to tudi dosti razširilo, sicer zdaj res nisem v teh vodah, da bi vedela, kaj je, ampak tistih 5 let potem, ko sem še končala kariero, 2009 sem končala, sem malo sledila. Ja, in je veliko tega, no, se sem lahko še podotaknila. Hvala, Brigitte, za uvod bo redo Nataša, evo, kot še druga ženska, ultrašica, no, rečemo ultratek, je popularna v zadnjih letih. V ultrateku smo govorili o marsičem, predvsem, da so pač ljudje tisti, ki bi rabili tablete, ker so tako nori, da laufajo 3 ure na dan. Ampak zdaj mi ti povejo, kot bom rekel, vrhunska športnica, rekreativka, ker pač moraš delati za svojo eksistenco, pa vendarle postavljaš rekorde, zmaguješ na tekmah, doping oziroma antidoping oziroma vse skupaj, je tudi tvoja realnost na en način. Se moraš ukvarjati s tem, je tako. Daj mi boj, Badasa, tudi jaz sem upravil tiste čaj na AZS, kjer je bilo 12 modrov, neskončno dolgih klikati, moraš tisti, jaz sem pač na blef, pa sem naredil 80%, ker sem pač športnik pri AZS-ju. Ne morate verjeti, če jaz lahko, tudi ti lahko. Naredil sem tisti, težko je bilo, ampak ti da nekaj, poje sicer veliko stvari pozabiš, to si mora tudi ti narediti, ampak najbrž moraš ti narediti bistveno več, se moraš bolj izobraževati koncev, ne smeš čisto koldreksa, če greš na tekmo in tako naprej. Izvoli. Ja, zanimivo, ravno ko si omenil koldreks, meni je pravzaprav sin povedal, da je koldreks prepovedan, da lahko padem na dopingu, zato ker škodira na difu. Tako da ja, je pa res, da jaz imam to srečo, da je moj osebni zdravnik, dr. Đurić, športni zdravnik in midva sva dogovorjena tako, jaz lahko samo vzamem samo paracetamol, vse ostalo se midva slišima. Dejstvo je, da v rekreativnem športu v bistvu imamo čist premalo znanja, kar se tiče dopinga. Zdaj, koliko si sam zainteresiran, da se pač pozanimaš, kaj lahko, kaj ne, drugače pa jaz imam tudi takšno izkušnjo, tudi sama bi lahko padla na dopingu, v bistvu zaradi lastne nevednosti pri ginekologini, ampak sem nekako nekaj me dal vedeti, da sem, ko sem dobila te tablete, da sem šla gledat na Sloado stran prepovedane snovi in sem videla, da v bistvu vsebujejo snov, na kateri bi lahko padla na dopingu. Je pa res, da je bila moja napaka, da je svoji ginekologini nisem povedala, da jaz tekmujem, ona pač ni vedela in jaz nisem pomislila, da bi ona to morala vedeti. Tako da predvsem jaz vidim v rekreativnem športu predvsem to ozaveščanje. Res premalo vemo, čeprav v zadnjem času vidim, Sloado je res izredno aktiven na Instagramu, na Facebooku, se mi zdi, da je tega res vedno več. Je pa žal res, kot si prej rekel, ogromno se govori za šankom, ogromno se govori po terenu, dopinga med rekreativci je menda zelo veliko. Nataša, to je kar močna izjava, ki jo moramo razdelati, moče malo kasneje, najprej spoštovana publika, kajpak, računam, da boste se tudi vi vključili. Jaz sem pa prav 3 vprašanja, naprej boste vi pol malo, tako da kar roko gor, prinese mikrofon, pa lahko vprašate. Veste, na katero smer bi kdo lahko govoril, zdaj, mojih 4 sogovornikov, tudi če jih pravite zdaj, ni problema, boš da jih vi kaj jest, jaz se mogo še z njimi pa družiti. Rekreativni šport, pustimo za trenutek rekreativni šport pri kraju, pa rečemo, ok, kako definirati zdaj doping. Dajmo čist tehnični biti. Na spletni strani od Sloado piše,
Trije pogoji so, dva morata biti izpolnjena. Če vpliva na izboljšanje dosežka, če je nevaren zdravju in oziroma ali če krši načela športnega duha. Gospod Jani Dvoršek, to je osnova. Zdaj, kako bi lahko to še razdelali? Kaj je doping za povprečnega človeka, ki je to 3 stvari prebral, pa si ne ve, kaj s tem pomagati? Kako bi vi to razdelali? Kako bi vi razložili, recimo nekomu, ki pride do vas, na kaj mora biti še pozoren? Seveda več stvari, ampak vsa stvar mora imeti pravno podlago. Če nimamo pravne podlage oziroma pravnega okvira, potem ne moramo delovati. Zato je Svetovna protidopinška agencija sprejela kodeks ali pa bom tako rekel, največji rezultat tega 25-letnega dela je bil harmonizacija protidopinških pravil. Vi morate vedeti, da leta 1999, ko so ustanovili WADO, do takrat večina mednarodnih športnih federacij ni imela protidopinških pravil. Zapravi, da je bilo to popolnoma odprto polje, da ni bilo enotnega mnenja o učinkih dopinga oziroma zdravstvenih posledicah na doping. In so bili zdravniki, ki so ga zagovarjali, so bili zdravniki, ki so gledali bolj etično, so rekli, doping ni dober za zdravje. In ta harmonizacija pravil do današnjega dneva, imamo že 5. izdajo kodeksa in ta pravila praktično nam omogočajo sodelovanje. In danes, ko pravimo, kaj je doping, je kršenje protidopinških pravil in to kršenje pomeni v bistvu 11 točk, 11 členov oziroma en člen z 11 točkami. Od uživanja, poskusa uživanja in važno je to, da v teh 11 točkah, ne bom še zdaj vsak posebej, veljajo seveda ne samo za športnike, ampak tudi za športne spremljevalce. To se pravi, vsaj 7 kršitev je takšnih, ki vplivajo tudi na športnikove spremljevalce. Svoje tiste, ki asistirajo pri dopingu, tisti, ki prodajajo doping, tisti, ki ga proizvajajo, tisti, ki svetujejo, skratka vse to. In 2 točki od teh sta tudi kazenski. To se pravi, sta v kazenskem zakoniku slovenskega prava in pomenita, bom rekel, kršitev tega in tudi poleg finančnih kazni, tudi zaporna kazen. Še zlasti, ko gre za mladoletne športnike, se pravi, če se ta snov daje oziroma asistira mladim športnikom. Tako da, to je z pravnega zornega kota. In če pa sem še bolj enostaven ali pa še bolj direkten, doping je goljufija. In zato goljufijo mora tisti, ki goljufavlju odgovarjati. V športu je načelno sankcija izločitve športa, ki je lahko od 3 mesecev do življenjske izključitve, odvisno od snovi in ostalih pogojev. In v nekaterih državah je pa uporaba dopinga tudi kaznivo dejanje, zlasti pri profesionalnih športnikih. Če se profesionalni športnik preživlja športom in če uporablja, bom rekel, mi temu rečemo non-specified substances, to se pravi, to so snovi, ki se ne more naključno najti v vašem telesu. To se pravi, ni možno ga zaužiti s prehranskim dopolnilom ali kot kontaminiran produkt kakorkoli, ampak je nekaj, kar je z namenom uporabljenega, intentionally. To se pravi, če je namen prisoten, pomeni, da je to v bistvu snov nespecificiran in ki ima v osnovi 4-letno izločitev. V profesionalnih športih v Nemčiji, Franciji, Italiji pa je tam tudi lahko prisotna kazen oziroma zapor. Mi tega nimamo in verjetno tudi ne bomo imeli, ker ti se mi zdi, da je izključitev športnika iz športa dovolj velika sankcija v primeru dopinške goljufije. Lahko pa se seveda podaljša iz 4 na 6-8, mi imamo enega, ki je 8 let izključen, ki je bil 2-krat pozitiven na eritropoetina. Tako da, to je to. Hvala za razlago. Brigita, mogoče bi se navezala na tole temo, kako ste pa takrat v tvojih časih gledali na doping? No, zdaj, danes, že vsak otrok v šoli ve, da je doping pač neko kršenje. Takrat je bilo mogoče vse skupaj bolj divji zahod, si bila ti izpostavljena, bom rekel, kakšnim krogom, ker se je to pogovarjalo, ker se je to dalo dobiti, je bilo to tabu tema? Ja, jaz čim drugo knjigo napisala, marsikaj omenila.
Sam smo ravno z Juratem Koširjem se To je šport, to šlo v penzion. Če smo zelo iskreno, kako se reče, iskreni. Ja, jaz sem dvakrat dobila ponudbo po dopingu od dveh oseb, ki ena je zelo čistlena v Sloveniji, še vedno atletki žal, in potem en, ki je bil iz kolesarskega biznisa. Ne me sprašal, kako je prišel do mene, ker ne vem. In to so stvari, ki res se začneš poglabljati s tem, kaj želiš, v bistvu, kam hočeš iti, to je to. Jaz mislim, da ima to vsak ponudbo, da slej, ko prej se sreča en, ki prideš iz mladinske v člansko kategorijo, pa ki je zelo dober človek, mislim, rezultatsko. Veliko ljudi podlegel v Sloveniji, tudi sami poznamo par primerov iz atletike. Sploh, če človeka poznaš 15-20 let, ki so reprezentanci skupaj, potem veš, da je nekdo zauživa določene snovi, ker se zelo spreminja. Sploh pri ženskah je to opazno, mogoče pri moških malo kasneje. In je bilo pestro. Ko pa greš na svetovno raven, tam je pa Texas, res. Tam je pa, mislim, jaz sem take zgodbe izvedela včasih, da sem rekla, pa kje jaz živim, da sem še ena, ne vem, 20 ki se ne dopingiramo, smo res tako čudne. V glavnem, Balko afera, se spomnimo. No, menedžer, ki je bil včasih Carla Lewisa menedžer, to je bil Joe, sama se spomnim, Joe, vse kolinke sem spomnila, Santa Monica kluba. On je rekel pol leta prej, Brigita, ti si bil osebno, ok, zdaj je okmalo ena afera izbruhala, pa so kakšna afera, je še ful nedolžna, pa neznana, ne, mislim tako kakšna briga, ne, doping, nismo samo laupali, da smo laupali, ne. In v bistvu je pol Balko izbruhnil in takrat je bilo meni prvič znano, jaz sem res vse članke šla prebrati, ker mi bo vaj to, jaz pol stvari ne vem, kaj se dogaja. Koliko je, in takrat je tudi Joe rekel, vedno so preiskovalci, oziroma tisti, ki lovijo vada in podobno, 1 ali pa 2 leti za časom. Takrat mi je to rekel, zdaj ne vem, to bo ja ne vedel, koliko ste hitri, ne. In to je bil prav laboratorij v Mehiki, ki se v bistvu razvijal te zadeve. To je bilo vse javno, ameriških, tudi naših imen. Pa jaz sem padli, Angel je bila Marion Jones, se spomnite. Pa še nekatere, recimo tudi v moji panogi, so se pol hitro poskrile v Ameriki, kar naenkrat ni bilo, tako da si vedel. Ja, v bistvu, ko sem se mnogo let kasneje po moji karieri pogovarjala z Marjanom Gorencem, ki je med drugim tudi malo z mano delal, to je terapeut naravnega zdravljanja, sem ga vprašala, kako misliš, da bo šla ta pot, ne, ker to je res noro, kot divji zahod, ne. On je rekel, da misli, da bo del srednje šel v čisti šport, ker živimo pri mladih, ki so tudi zelo okoljevarstveno naravnani, ne, pa da bomo v našem telesu svinarijo, ne, ker kar sem jaz kasneje ugotovila z enim od vada slovenskim gospodom, rekel, da to gre na tvoje DNK. Se pravi, ko imaš ti otroke, ni nujno, da otrok nekje prizadet, kar pri enem primeru se je zgodilo v Sloveniji, ki poznam, ampak bo lahko še naprej potomstvo, ne. Mislim, ko sem jaz to zvedela, sem bila tako, ok, hvala Bogu, ne. Mislim, res, ne veš, kje bo eksplodiral. In to so stvari res, se pravi, Gorevc je rekel, ena stvar očisti, ena pa čisti vse je dovoljeno, no, tako je bilo mnenje. Jaz mislim podobno, ampak dokler bo tam v zadju ta ustroj tako močen, to so zdravniki res ogromno plačani, to so ljudje, ki so dali, ne vem, v Jugi se je govorili mesečno, če sem zneske dobro vedela, od 20 do 30 tisoč evrov sem za doping zadeve, preko zdravnikov, ne. In ne moreš verjeti, da to obstaja. Res, mislim, jaz sem mogoče v celem letu to zaslužila. Tako da, veš, se rečeš, are you kidding me? Ja, in tukaj res rečeš, vse imajo rezultate, logično, sem, kaj pa pol na koncu zaradi tega se zgodi, ne, to se pa meni vpraša, ne, to, ja. Lepa, no, še dobro, da imamo denarja, da si dopingiral, no, se ne se smeje, to so res na tega. Doktor Knap, sigurno ste, nekaj mi žvižga. Doktor Knap, izvolite, pri toliko športnikih, s katerim ste se ukvarjali, sigurno ste imeli tudi kakšnega, ki bi malo sumljival, kako pa ste ga mogli malo na kraj potegniti po šolah, da to mogoče ni prava stvar, no, vendarle ste bili med kolesarji pa plavalci, pa, bom rekel, strajnostnimi športniki, ali pač ne, ali se s tem pač zdaj niste srečo, oziroma imate srečo, da v vaših klubih, kjer ste deloval po reprezentancah, pač zdaj ni bilo primera, ki bi šel na kriva pot v to zadevno. Sej Jan je lepo povedal, ne, v bistvu doping je pravzaprav goljufija, ne. In zdaj, seveda pred letom 2000, ker ni bilo vade,
takrat so si zato vrhunska športnica, ne, si imela res smolo, ker si tekmovala z ljudmi, ki so dobila eritropoetin, ne, in to je pač ta rastni dejavnik iz ledvic. Zdaj morajo kolesarji, da imajo zadostno količino eritropoetina, hoditi na višinske priprave, ne, včasih so si pa dajali injekcije, ne. Recimo, izvira zgodba iz časov, to se pravi, od 90 do 2000, ko ni bilo vode, ko so imeli tudi slovenske reprezentance kar nalepke proizvajalca eritropoetina. In seveda so si pač tako urejali krvno sliko. Ne? In seveda so bili v bistvu v strahotni prednosti pred tistimi, ki niso imeli eritropoetina. Tako da tukaj je bilo res v bistvu eno tako. Zdaj, zakaj je bilo to tako drago? Zato, ker so, dobro, zdaj smo spet zdravniki na zatožni klopi, ne? Stavkamo že tak 100 dni, čeprav je še minute nisem stavkal, pa tudi za nobenega kolega ne vem, da bi stavkal. Velikih poznanj, ko smo izstopili iz Fidesa, ampak pustimo zdaj to, ko smo zdravniki čudni, ne. V bistvu je bila ponudba povpraševanja, ne. To je bilo prepovedan in ta eritropoetin je bilo treba pretihotapljati iz Bolenc, recimo iz Beograda, tam je bil znan kanal, ne, z naših južnih, takrat je bila še Jugoslavija, recimo, in je potem prišel do nas in ker je bilo veliko povpraševanja, majhna ponudba, so navili ceno. Da še nekateri ljudje imajo res veliko boljši smisel zapisnic, kot mi tukaj. Si so znali zaračunati, ne. To je že Slavoj Žižek rekel, ne, ki so ga vprašali v Kecina njegovega predavanja. Rekel, jaz sem malo pogruntil, da če si ne postaviš cene, si loser. To je malo komunista. Tako manj zdržavno. Tako da, in seveda zdaj v začetni fazi dopinga so te anabolični steroidi, ne, to so res naredili revolucijo. Ne. Tudi eritropoetin je naredil revolucijo. No, zdaj, ko smo pri tem krvnem dopingu, ne, ki morajo hoditi na višinske priprave, je zanimiva zgodba to, ker moj mehanik, ki je gospod mojih let, ne, mi smo njih uvajali novo zdravilo namesto eritropoetina. Eritropoetin dajemo, potem se pa preveč železa nabere v telesu, zdaj so pa pogruntane na novo zdravilo, se reče HIF inhibitori, ki so v tabletah jemljajo. Mora se pa imati 3-krat na teden. In pa jaz pridem do tega mojega mehanika, ne, in mi on pove schemoterapevtsko schemo za rekreativca, kolesarja, jaz jo pa še za bolnike nisem obvladal. In sem rekel, pa ja, o meni, ne, to so pa res britni so te ljudje, pa svet, ne, si pomislil sem. No in pred leti, tam okrog leta 2000, je pa zelo zanimiva štorija, je bil pa svetovni kongres endokrinologov. Endokrinologi so ljudje, ki se ukvarjajo s tem, kako naši hormoni delajo, ne, ker hormoni so ključnega pomena, ne. Tudi če ona recimo hoče zboljšati ultramaratonsko zmogljivost, mora vplivati na svoje hormone. Zdaj, ali vpliva s tem, da več spi, ali s tem, da v službi šprica, da nima stresa, ali da jo partner včasih primilpsti. Skratka, veliko poti do tega, da ona izboljša hormonski status. Lahko pa tudi pomaga na druge načine. Ne? Ti hormoni so pomembni. Ne? In je treba v bistvu, poleg tega bi rabila imeti zelo, recimo, skrbno analizo hormonske krvne slike. Recimo, medicina v mojem času, jaz sem bil zdravnik Matica Osnovnikarja, jaz sem bolj z Berčem komuniciral o tem, ker je Matic mogel take treninge zdržati, ki jih še nobeden do zdaj ni zdržal, čeprav Matic je že dalje nekaj tekmovati. 20 let nazaj, ne? On je bil takrat, ne? Noben ni mogel to šprintati svetom, ne? Ampak on je pa cekal tako, kot naši bolniki, ki mišice razpadajo, ne? In potem smo se povedali, ampak nismo hoteli mu pomagati prepovedano, ne? Čeprav bi mu eritropoetin bi mu sigurno pomagal, tudi rastni hormon bi mu pomagal, ne? Tudi testosteron bi mu pomagal, ne? Zdaj se lahko namažeš, a ne, mi ta starci se lahko namažemo na normalne koncentracije testosterona. Zdaj, kaj to pomeni, ne? Ko smo li spet po testosteronu pred leti, so vprašali bodybuilderje, zakaj vi to delate, da ste taki nabildani, 180 velik, pa na 120 kg? Rekel je, zaradi žensk, kakšnih žensk. 15 minut ne bi treniral zaradi punc. Punce nas itak namarajo. Ampak a veste, kaj pomeni, če imam jaz dosti testosterona? A jaz sem ta glava na nasi. To je glava, ne? Koliko je ultra, je pa spet ta glava, ki zmaga, ne? To je pač vpliv telesne banke na glavo, ne? Vse v bistvu, kaj se dogaja, ko ona teče ultra prireditev, ko teče 12 ur. Tako kot če nekdo marihuano kadi. Isti receptori so možgani, a ne? Sam je pa res, da nekateri ljudje smo odvisni od telesne vadbe, to ste verjetno tekle, ker ravno malo vidati, a ne? Ker so ti rekla mama, zdaj pej želal pa cikl si kako dič, ne?
To pa tudi ona, to laufa par ur, tisti, ki ima, ker so pa tudi non-responderji, to so pa zadnja leta ugotovili, da nekateri ljudje, zdaj je šport tako popularen, ti si lepo povedala, na prvem Ljubljanskem maratonu nas je bilo, ne vem, 160, nekaj. Jaz sem mogel prvi maraton iti na bližino, s prijateljem, to smo laufali. Eno deževno nedeljo so se kolone nasprot vozile, pa se tam gledali, pa kjeri bedaki v dežju laufali. Pa to 42 km. V avtu me je pa žena čakala. S tem sinom bi mogel danes tukaj biti, pa manj nekaj. Ta sin je zdaj že moj sin je 33 let star. Pa tudi zdravnik doslej. Ampak on je bil bolj pameten, on je pa tekel 400 metrov. Izvrstno, dr. Krap, sploh vas ne bom prekinil danes, ker me take super izvajanja, ampak ker ste rekel THC, sem pogledal na seznam, sedaj 33 slovenskih športnikov bilo ujetih na dopingu, zadnji 3 na THC-ju. Ja. Na THC-ju. Tako da, to da veste, ne? Ampak, gospod Dvoršak, kaj pa aktualnega v vztrajnostnih športih, v vzdržljivostnih športih, v tekih na dolge proge, če že hočejo, nasploh, prvadne boš poznali te podatke, kateri doping preparati trendirajo, na čem so zdaj atleti? Jaz sem vedel, da to vprašam. Jaz se ne ukvarjam s tem, tako da ne vem v bistvu. Je to še EPO še aktualno? Jaz nekaj pravim, jaz razumem, da če tečeš, mogoče še maratona, pa če tečeš 12 ur, ne vem, kje doping bi nekaj maraton. THC rekel, Ne, THC. THC, gledajte, zakaj so specialne droge na listi prepovedani strani? Zato, ker iz etičnega zornega kota ne grejo v šport in smo absolutno, saj jaz osebno podpiram to, čeprav se zdaj govori o nekem referendumu, bokrat kaj se bo zgodilo, ampak še vedno gre za droge in 80% uporabnikov heroina je bilo prej na THC-ju oziroma na marihuani. Medicinskih ali pa če hočete znanstvenih razlogov za to, da ta socialna droga ni sestavni del športa, je veliko, tako da nimamo težav s tem. Zdaj pa kaj pa tisto, kar ste me vprašali glede vzdržljivostnega športa. Formule seveda so, ampak kot sem uvodoma rekel, mi se ne ukvarjamo s tem, kaj je doping, ampak zakaj dopinga ne uporabljamo, oziroma zakaj ga prepovedujemo. In apropo temu, kar je rekla v letu 2000, skupaj so bilo v Sydneyju, ona je tekla, jaz sem pogledal, sem bil namestnik vodje delegacije. Takrat so prvič odkrivali eritropoetin. Prvič so uporabili to metodologijo, poznali so ga že prej, ampak je bilo težko dokazati. Ključni problem bojev oziroma borcev proti dopingu je, da so tisto, kar ljudje, ki se ukvarjajo z dopingom, pa v pretežni meri so tisti, ki so člani podzemlja. To se pravi, to je kriminal. Kriminalisti. Ljudje, ki se ukvarjajo s kriminalom, so pristopili z drog na doping. Zakaj so prišli z drog na doping? Zato, ker droga je bila vse posod prepovedana, kazenske zakoni oziroma zapori, doping je bil pa v bistvu legalen, ker ga noben ni preverjal in je v bistvu enak način delovanja, pa bistveno manjši rizik in manj nevarnosti, da bi tega preganjal. Zato so, rekel, biznis, ki ga delajo, ta podzemlja so povezana z dopingom. In to, kar sem hotel reči, tehnologijo takrat do danes, ne samo, da smo uskladili pravila, laboratoriji so danes med sabo povezani, na letnem nivoju naredimo 300 do 350 tisoč vzorcev, polovica teh vzorcev gre v znanstvene raziskave. Tehnologija naših laboratorijev, se pravi vadenih laboratorijev v celem svetu, je bistveno bolj občutljiva kot tehnologija, ki jo uporabljajo v medicinske namene, klinični centri in podobne ustanove. To se pravi, detektiramo iz najnižjih možnih stvari in prednost naša, čeprav se strinjam, da so pred nami. Ampak noben ne ve, kako občutljiva je naša tehnologija in kako v bistvu zaznamo stvari. Mi smo imeli zadnjič enega športnika, ki je imel kapljice za oči, oftalmološka uporaba diuretikov je dovoljena, ni prepovedana.
Ampak mi smo to laboratorij to zaznal po 4 mesecih, 4 mesece pol porabi 2 kapljic v nečesu. To se pravi, da ta občutljivost je neizmerna in to je v bistvu naša prednost. In danes, ko se pogovarjamo, zakaj je, oziroma kaj se sploh dogaja v tem dopingu, v kakšnih večjih kesanjih ali pa primerov, ali pa odmevnih primerov, razen tega, ki se zdaj dogaja, oziroma se začeli dogajati na relaciji VADA pa USADA, se pravi kitajski plavalci iz leta 21. Drugače pa tega več ni in so v bistvu ta neki, mi se hvalimo s temi stvarmi, ker v Sloveniji očitno ni resursov, da bi se razvil kakšen velik ali pa rekel tehnološko, medicinsko podprt ali pa znanstveno podprt, moramo imeti neizmerne resurse. To, da ona rekla, Brigita, ja, v 90-ih letih je bilo težko priti do dopinga, to je bil drag. Potem je prišlo pa tisto obdobje 10-15, ker je bilo pa to enostavno dobiti Kitajska, Indija, ta distribucija je enostavna, internetna prodaja in to je praktično ni problem, da biti karkoli. Vprašanje kvalitetne čistosti in tako naprej. Ampak danes je pa resna tehnologija, je po mojem, če se že kdo ukvarja z njo, je zelo težko dobiti, predvsem pa stane neizmerno velikega denarja. Ne bom se dotaknil področja genetskega dopinga, kajti genetski doping zagotovo obstaja, vprašanje pa je, kaj bo prineslo. To pa šli tako, da ne reči. To je neka črna luknja, ki misli, ampak sicer pa, tudi če gledamo najbolj izpostavljene športe, zlasti vzdržljivost, gre, bom rekel, velik napredek na račun tehnologije. Opreme, pristopa, prehrane, počitka, pa kvalitete treninga. Jaz mislim, da je doping tako že naslov realnost, Seveda je, ampak jaz mislim, da je vendarle teh 25 let nekaj prineslo, zlasti v tem izobraževalnem smislu, da zdaj se bistveno bolj zavedajo. In tele moduli, sem prav vesel, da sem imel te module, to je po mojem za nas največji rezultat, da smo uspeli v slovenskem športu sistemsko predpisati spletno izobraževanje za vse športnike za registracijo od 14. leta naprej. In kakšen efekt dosega to izobraževanje, je bil klic za pediatrične klinike, ker vsak otrok oziroma mladoletnik je prišel kaj hoče med terapevtsko izjemo. Pa so me pa klicali iz bolnice, pa so rekli, kaj se dogaja, zakaj zdaj, prej smo imeli eno terapevtsko izjemo na leto, zdaj pa eno na teden. Pa sem jaz rekel, malo sem bil zmeden, oziroma nisem točno veril, pa sem rekel, seveda, začeli smo izobraževati otroke. In on pride kaj in reče, pustite, jaz sem prebral, da moram imeti terapevtsko izjemo, če dobivam ta pa ta zdravila. Bravo, evo. Zdaj, vprašanje z publike, z prve vrste, zvoljo. Ja, Janez Arčur, tukaj let lekarne sosedne. Zelo na glas. V glavnem, to, kar je dr. Knap povedal, stroka, sam mehanik je več vedel o schemi doziranja. Jaz bom rekel, kot farmacevt, lahko tudi to potrdim, sem bil v powerliftingu, bom rekel, aktiven približno 6-7 let. Pa pač imaš neke svoje rezultate, potem zvejo, pač kaj delaš, pa a bi ti meni lahko povedal, kako bi jaz optimiziral tole svojo schemo, pri testosteronu, pa pri človek. Lahko ti povem, kako greva na en dober mesni burek, pa na pivo, pa en trening narediva, sem rekel o testosteronu, pa kako ga dozirati, nimam pojma. In dejansko je res to stroka, tako kot ste rekel, vsi te izpod zemlja dejansko imajo bistveno več, bom rekel, nekega potencialnega znanja oziroma vedanja o tem, ne bom rekel znanja, vedanja, ki ga potem uporablja tako ali drugače. In z tega vidika prvo vprašanje mogoče, kako recimo VADA globalno, ker ve, da se v določenih
krogih te zadeve še vedno dogajajo. Ne. Hočemo, nočemo, ste nadzorni organ, ste kot, bom rekel, inšpektor. Ne. So mogoče kakšne osebe, ki se v to podzemlje lahko kot kakšni špijuni grejo in potem pač črpajo te informacije. To prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa, leta 93, ko sem jaz po Ljubljanskem gradu laufal, je bilo res 7 nas je bilo, pa še to smo bili vsi čudni, ne. Zdaj je pa pač s poletom se zgodilo to, kar se je zgodilo, super za slovensko, bom rekel, zdravstvo, zdravje, ampak ja, če pa to povežemo s tem instant življenjem, ko ga imamo zdaj, socialni mediji, vse mora biti zdaj takoj tukaj, ne. Vlada je zelo veliko naredila na področju profesionalnih športnikov, kar je super, ne. Zadeva se je preselila v rekreativen šport. Hočemo, nočemo, vidimo na Franji, vidimo na maratonih, ja, to letijo k snete skere, skoraj tako kot profesionalni športniki, pa ne vem, 40, 45, 50 letih, ne. Zdaj, kaj ima vlada, a ima vlada sploh pravni okvir, da svojim delovanjem vpliva tudi na rekreativne prireditve, ki pač ne štejo za rezultate od državnega prvenstva, ampak pač vemo, da je to tudi prisotno, recimo, na teh prireditvah. Hvala. Hvala za vprašanje. Najprej prvo vprašanje. Zdaj mislim, da 6 ali pa 7 let, odkar ima vlada svoj, mi temu rečemo intelligence. Gre za preiskave in zbiranje informacij, analize in tako naprej. In ta intelligence je zelo močna. On ima zaposleni za 16 let. Na našem nacionalnem nivoju mi imamo pogodbo za generalno policijsko upravo, z oddelkom za droge in doping. Z njimi intenzivno sodelujemo, zato ker ključni problem dopinga kot celote niso športniki, ki se po svoji volji ali pa po volji drugih zlorabljajo in uporabljajo doping, ampak nas bistveno bolj zanima, kje so dobili doping, kdo ga proizvaja, kdo ga prodaja. To se pravi ozadje. In naša naloga ni poseči to ozadje, naša naloga je sodelovati z njimi, se pravi s kriminalistično policijo in prepuščati te stvari njim. Da pa to ni samo nacionalni hobi, mi smo v okviru centralne Evrope, delamo nov network, to se pravi mreža kriminalističnih policij, jih med sabo povezujemo, mi njih povezujemo, zato ker smo bistveno bolj organizirani in ker imamo to možnost. Poleg tega je vlada letos zaključila eden največjih projektov, ki ga je Evropska unija financirala, v katerega je bilo vključenih vseh 50 oziroma 48 držav, nacionalnih protidopinških organizacij in rečemo law enforcement, se pravi organov pregona, v katero sodijo in finančne uprave oziroma carine, kriminalistične policije in tako naprej. Kratka, ta mreža, ta network funkcionira in imamo kar nekaj, bom rekel, skupnih akcij, tako da te stvari tu se zelo veliko dela. In tudi, ko govorimo o tako imenovanem oceni tveganosti iz posameznega športa na doping, ki ga delamo vsako leto in za vse športe v državi, počasi prehajamo iz, bom rekel, naključnega izbora do izbora, ki je posledica nekega predhodnega načrtovanja. Tako da mi s vlado že 2 leti dela samo takšno testiranje, tudi ko gremo na tekmovanje. Jaz, ko pošljem ekipo na tekme, natančno se naprej analiziramo stvari in rečemo, kjeri športniki bodo testirani. Tukaj to je naša pristojnost in to od nas zahteva pravila. To se pravi, ta načrtnost in to takšno delo zahteva predhodne priprave, analizo spremljanja športnikov, njihovih rezultatov. Dejstvo pa je, da se ne ukvarjamo z vsemi športniki, to ne je mogoče, ampak
top športniki so člani mednarodnih zvez oziroma njihovih testnih skupin oziroma poolov. Tisti, ki so malce pod njimi, so na nacionalnem nivoju in mi skrbimo za njih. Tako da mi imamo v slovenskem športu v rednem testnem programu vključenih približno 150 športnikov in teh 150 športnikov na letnem nivoju odda približno 1800 vzorcev na leto. Vsak vzorc je, če govorim o urinskih vzorcih, vsak vzorc ima dva profila in sicer steroidnega profila, to so longitudinalni profili, ko spremljamo vse vzorce, ko vsak vzorc se arhivira v Adamsov motor, v ABP profilu in to, če je zraven, če je vzdržljivostni športnik, jemljamo še kri, to se pravi, da ustvarjamo še hematološki profil, s katerim spremljamo te stvari, v katerih je bolj. Dr. Knap govoril, v testnem oziroma preizkušnjem je pa že tudi hormonski oziroma endokrinološki profil, da se pravi, s 3 profili bomo lahko sledili, bom rekel, statusu vsakega športnika posebej. Teh športnikov, ki je vključenih v tovrstne programe, približno 35 000 na celem svetu. Dejstvo pa je, recimo, če vzamemo Pariz, na Parizu delamo zdaj že dobro leto, vse mednarodne zveze, mednarodne agencije za testiranje in nacionalne organizacije in se imamo vsi, bom rekel, jaz zato, ker sem že od leta 95 v olimpijskih športih aktiven, pa poznam te stvari, mi imamo danes recimo long list, ki je 150 pa 200% števila športnikov, ki bodo nastopili na olimpijskih igrah v Parizu, vsi so testirani, vsi so v programih, vse izobražujemo, vsi morajo čez pule, pa čez spletno izobraževanje, plus individualno izobraževanje, plus kampanje delamo za njih. Tako da jaz mislim, da izobražujemo, testiramo, izmenjavamo informacije z mednarodnimi zvezami, z ITA-jem in pa seveda z nacionalnimi olimpijskimi komiteji. Tisto drugo, gospod Dvoršek, super je bilo. To drugo vprašanje pa se bom še dotaknil, rekreacije. Kasneje zdaj bom prosil s Natašo še, preden tole prvo uro zaokrožimo, posledijo še nadaljne 3, poleg pauze, pa Eca se, da vas še eno pivo, to bo še trajalo, vse pa frej. Nataša, ti imaš drug problem. Zdaj smo govorili, Jani Dvoršek je govoril, koliko športnikov je vključenih, kaj vse počnemo, ti imaš pa drug problem, ne? Ti pa postaviš državni rekord na 14 ur, ki bi bil tudi pod mednarodno ultramaratonsko zvezo lahko priznan, pa zdaj v bistvu ni, ker je manjkal en pogoj. Kateri pogoj je manjkal in zakaj? Povej. Zdaj, jaz sem bila v kontaktu, ravno po tem je mene Kastelic, krmljeni delegat, opozoril, da bi bilo treba narediti test, oziroma da bi mogla iti se testirati. Sem dobila od Petra potem SMS, da moram kontaktirati protidopinško zvezo, tako Sloado. Se pravi, jaz sem kontaktirala Anžeta na Sloado in sem dobila od njega potrjeno, da za 24 ur za rekord v Sloveniji še ni potreben doping test. In mi je poslal SMS, sem ta in Sloado, mi lepo čestito in mi je tudi napisal, da mi pošilja SMS ravno zato, da imajo zabeležen, da sem jih kontaktirala, ampak da se je odločil oziroma da še za 24-urni rekord ni potreben test, kar se meni definitivno tudi ne zdi pravno. Dvoršek replika. Pri nas ni menja Anžeta, ampak če to... Uživo gre tole, dame gospodje. Slovenska antidoping organizacija ima svoje pristojnosti in vloge. Državni rekordi so v pristojnosti nacionalne panožne športne zveze, v tem primeru Atletske zveze. Mi delamo teste. Aljaž Požeš, on je na Atletske zvezi. Atletska zveza je pristojna za državne rekorde, zdaj vse jasno. Mi naredimo državni rekord, če ga oni potrdijo, potrditev pomeni, da ga bojo plačali. Ja, Aljaž.
Zdaj, kakšen je vaš status znotraj Atletske zveze, ni moj problem in jaz tega ne vem, vendar imajo pa svoje pravila. Vem, da testiramo v članskih kategorijah vse državne rekorde in to po naročilu Atletske zveze. Ampak v vsakem trenutku, takrat, ko hočejo. Tako da zakaj se Aljaž odločil, ne vem, kako je. To se pravi, nismo mi krivi, ampak Atletska zveza. Ja, na dirki so bili 3 sodniki z Atletske zveze, ja. Ni noben živoga, ki je to treba Ja, dejansko smo se pogovarjali z njimi tam, ja, fantje, ki so vedeli, potem po 20 urah, da bo rekord, so rekli, da bodo se posvetovali pač na krovni zvezi, kaj je potrebno in da najbrž ne bo potrebno, a ne, so že naprej vedeli. Tako da zakaj imajo tako politiko, ne vem. Nataša. Meni je Peter Kastelic potem iz Atletske zveze poslal tudi sporočilo, da mi čestita in da je podatke poslal na DUR, se pravi, da bo rekord priznan mednarodno. Je to? No, če je temu tako, malo smo prehranili test, Atletska zveza da zakusil. Koliko je test vas zanima, vem, ker sem ga naročil za nočno desetko pred leti, ko so postavili državni rekord na 10 km. Mislim, da je bil test za 2 človeka tam okrog po 2000 evrov, nekaj tako, na vsega skupaj. Tako da veste, če boste sami se testirali, ja, ni tako drago, a ne, doping je dražji. Zdaj pa preden, ja, da se stvar, da ljudje preverjajo tam fact-checkerji doma, preden se čisto razpustite, dajmo še lepo ulice tole narediti. Meni je zmanjkalo vprašanj, ker me je knap že na začetku lasu, da je to brez veze, da se o dopingu pogovarjamo, tako da vseeno, pa dal besedo še komu drugemu. Rabim zdajle, iz publike, rabim enega atleta, pa človeka, ki je napisal knjigo o dopingu. Je kakšen, je dvigne roko? Prva pričeska večera, prosim, izvolite, Luc Zalokar, evo. Aplavz za Luca Zalokarja. Ni veliko takih gostov v občinstvu, tako da ga moram poraviti. Dobiš še mikrofon, ker vem, da znaš govoriti, on je pač cela, tako da oprostite mu ta naglas. Odličen atlet je bil, 800 metraž, 1500 metraž, čezmeraj odličen tekač, je tako. Pa izjemen publicist, če ste brali delo, njegovi članki so izjemni, napisal je 2 knjigi, zdaj, a že 3. Kar 2, ta zadnja je naslov, zadnja je dirka od Bloka Andrejesa, govori pa prvenstveno o tem, da se je mali fant želel biti boljši, ne zadnji, iz tega je razvil človek tezo o zgodovini in trenutnem stanju dopinga, tako da, Luc, izvoli, zanimivo je nekaj, no, imaš izjemno veliko tez o dopingu, zastavljenih zadnjih 5 tistih mi je izjemno všečnih, namreč izobrazi se, sumi vse, hkrati pa ne obsoje. Tako da, kaj nam manjka, razen tega, da preberemo tvojo knjigo, ki imaš sigurno s sabo, pa jo boš prodajal po znižani ceni kasneje, pa podpisoval. Pa Brigida ima tudi knjigo s sabo, Knapa imaš kakšno knjigo s sabo? Ne, se boš. Kliničnem centru, ja, Požarnikova, v redu, ja, ste vi. Tako da, Luc, izvoli še tvoj prispevek, recimo, k današnjemu večeru. Sigurno se to stvari smo pozabili povedati. Ti imaš insight, imaš pogled. Doping je, odkar šport obstaja, brško ne. Neka stimulacija, izboljšanje rezultatov in tako naprej. Malo smo se dotaknili, zakaj športniki to delajo. Povej mi, je bilo včasih hujše, danes hujše, ko vse to vemo, ko imamo vse te regulacije, se lahko se da to sploh izkoreniti? Je to se misleno izkoreniti v celoti, oziroma šport sploh obstaja brez dopinga? Evo, to je bilo tudi naslov tega včeraj. Izvoli. Ja, najprej hvala za povabilo, pa tak lep uvod. A se da doping izkoreniti športa? Pa, če bi bilo smiselno, jaz seveda bi bilo smiselno, če bi bilo možno, ampak meni se zdi, da je to tako tesno povezan s tem nekim, da bom se dobro izražal, nekim gonom po tekmovalnosti, ki je pri nekaterih ljudeh bolj pride do izraza, pri nekaterih manj. Tako da meni se zdi to dosti utopična ideja, da bi se ga na točko nič izkorenil. Hkrati pa, ne, jaz sem novinar in v novinarstvu se veliko pogovarjamo o objektivnosti. In
pol se dosti strinjamo, da neke popolne objektivnosti tudi ni mogoče doseči. Ker vedno na koncu, tudi če daš več sogovornikov noter, še vedno kot novinar sam presojaš, koga boš uporabil. Skratka, je vedno nek subjektivni moment. Ampak to ne pomeni, da se ne bi prizadevali k objektivnosti, kar seveda tudi ne pomeni, da če pravimo, da verjetno pa se bo vedno še našel nekdo, ko hoče okolj prenesti pravila, da se je nesmiselno govoriti proti temu. Ker to je pogosto argument nekih. Zdaj se celo en ameriški multimiliarder, ki mislim, da z Elonom Muskom PayPal takrat zagnal pred 15 leti, se je našel in hoče narediti neke paralelne olimpijske igre. Peter Thiel, je. Ki bojo totalno, ki bojo pač brez kontrol dopinga. In kot propagirati, dajmo zdaj, to je moderno gladiatorstvo, nehimo se pretvarjati. Ampak se mi zdi, to je zelo, kako bi rekel, zgrešeno sporočilo za vse, ko imajo radi šport, ko imajo radi neke vrednote, ki niso zdaj povezane samo z neko golo tekmovalnostjo. Ker tekmovalnost konec je lahko zelo, kako bi rekel, nekaj plemenitega. Meni je bilo nekaj najlepšega, tako, sam sem se dobro počutil, ko sem tekmoval, pa ne vem, dosegel kakšne uspehe, ne vem, naslov državnega prvaka, pa kakšne norme, pa prišla kakšna tekma, ko mi ni šlo. In pa čeprav mene razganja od te tekmovalnosti, ker se rad bi tako v sebi najrajš zadavil, kako me prehito. Ampak na koncu še vse rajš, ko stisneš nekaj presebno, pa dodaš roko, pa tisti svaka čast, veš, bil si boljši. In se mi zdi, če govorimo, da ni nobenih pravil v športu, pa se to neko pravilo, mislim, to se posebno zgubi. Tako da upam, da sem ti vsaj približno odgovoril. Mogoče kot novinar, si bolj na tekočem, zdaj že dolgo ni bilo enega večjega škandala, prej omenil gospod Dvoršak, ta kitajski primer s temi plavalci, ki so se kontaminirali neki restauraciji, pa potem vlada ni sprožila postopka, pa zdaj so to na plan privlekli in tako naprej. Poznaš zgodovino dopinga zadnjih 25 let zelo dobro. Kdaj je bilo najhujše? Pred 25 leti, pred 15 leti je danes, bo jutri morda? To se lahko večem, kako bi rekel, predeleva špekulacije. Ja. V knjigi sem vedel, kako bi rekel, sem probal narediti nek temeljit pregled, pa ne 25 let dejansko od, recimo, da doping je precej povezan s profesionalizacijo športa. Seveda je v nekih manjših, blažjih, recimo skoraj romantičnih oblikah, v oblikih raznih špiritov in tudi strihnin so včasih, mislim, sve so ljudje. Ampak to, recimo, od antične Grčije naprej poznamo to, pa na začetku 20. stoletja. Ampak ti anabolni steroidi so se začeli pa, mislim, da v 60-ih pojavljati. In kar je zanimivo, prej smo govorili o tehnoloških izboljšavah in prehrani v športu, kako to gre naprej. In meni je zelo zanimiv argument, tako, v bistvu, ki stoji zelo na trhlih temeljih, ko športniki pravijo, ko se izgovarjajo, zakaj ne jemljamo dopinga. Ja, zaradi tega, ker je tehnologija toliko boljša, pa zaradi tega, ker je, ne vem, ker je trening se izboljšal. Mislim, jaz se čisto strinjam, da se vse izboljša, ampak to na noben način ne pomeni, da se izključuje to s čim, ker če pogledamo 60. leta, takrat se je uvedel pojem laktatni prag, ki je blazno pripomogel napredku v vzdržljivostnih športih. Takrat se je zgodil prehod iz leša na tartan, na stezi, ki tudi blazno pripomore k nekemu napredku v tekaških, no, mislim, v vseh disciplinah, ki potekajo na tej podlagi. Ampak hkrati so se v 60-ih tudi so razvile anabolne steroide. Torej, to so dejavniki, ki so seveda na nek način medsebojno povezani, ampak se tudi pojavljajo povsem ločeno drug od drugega. Tako da, to mogoče za en tak intervencij. Vprašaj si, kdaj je bilo najhuje. Ne vem. Možda se še eno, meni je zelo všeč, da protidopinške organizacije sodelujejo s kriminalisti. Ker roko na srce, če pogledamo nazaj, vse največje dopinške škandale v preteklosti, torej, če govorimo o vzhodni Nemčiji, 70-ih, 80-ih, če govorimo o tej, kako bi rekel, poplavi eritropoetina v vzdržljivostnih športih v 90-ih in začetku 2000-ih, in če govorimo na vsaj zadnje v Rusiji, ki seveda se to še vleče iz časov Sovjetske zveze, vsi so bili to primeri, ki jih niso ujeli v realnem času. Ki so recimo Lance Armstronga so 500-krat testirali, enkrat mislim, da so ga dobili, pa še to se je uspel izmazati. So morali priti v neke pričevanja, neki dokazi. Isto je, kako bi rekel, bilo z NDR, dokler se je takrat delal vse. Takrat na začetku bilo samo in-competition testiranje. Torej so oni samo mogli vedeti, da niso postavili tekmovanje dopingiranja športnika, je bilo vse ok.
se je pa lahko po mili volji dopingiral med pripravami, kar je pri marsikateri vrsti dopinga, bi rekel, ključno. In mogoče samo še to ni zdaj kritika, kot bi rekel, protidopinških organizacij, ker to je pač, kot bi rekel, naraven potek, kot bi rekel, razvoja tega lova na grešnike bil. Poznam, kriminalci so pogosto kak korak prej pred policisti. No in zato se mi zdi zelo pomembno, da na podlagi teh zgodovinskih izkušenj, da vemo, da je treba tudi v zakulisje pogledati in odpreti Stasijeve arhive, najti zvižgače, ki so pripravljeni se razkriti in seveda potem to podkrepiti. Hkrati pa seveda testirati precej. Mogoče bi tu bil eno vprašanje, ne vem, če verjetno ste vi najbolj pristojni za to, gospod Dvoršak, a je kakšna verjetnost, da bi se enkrat pocenili malo ti testi? Ker res tako, ko osebno razmišljam, to bi bil po mojem najlažji način, da se res, ker če govorimo o testiranju, govorimo o tem, da več kot je testov, večja verjetnost, da nekoga ujame. In dokler so tako, niso mogoče tako zelo dragi kot doping, so pa vsem precej dragi, no ne moramo si privoščiti, da bi zdaj kar vsakega skozi testirali, če so pojurja. Kakšna je mogoče tu možnost za izboljšave, za pocenitev? Ja, ne bo še izvolite. Odlično. Zakaj bi pocenitev izboljšala, tega ne razumem. Dosegljivost bi bila višja, ne? Več bi imeli tako, kot približen, zdaj se polulaš na tist, pa vidiš, imaš sladkorno. Tudi kakšne rekreativne prireditve bi lahko bile testirane, če bilo cnej, ne? Strošek je seveda velik strošek, še posebej odvisno od menija, ki ga laboratorij izvede na posameznem vzorcu. Standardni meni, kot in temu rečemo, stane 207 €. Če imamo zraven še rastni hormon, pa eritropoetin, pa smo že na 700 €. Če hočemo zraven še dodatne analize, smo hitro čez Jurija, pa smo samo v laboratoriju. To je strošek tehnologije, v katero v bistvu laboratorij investira vsako leto, zato da lahko ostane, da sledi trendom na tem področju. Tako da, jaz mislim, da in dobro, vse ta sredstva zagotavlja, pa nas sicer slabo, ampak pretežno 49% država, ostalo mi zberemo skupaj z evropskimi projekti, Erasmusom in tako naprej, zlasti na področju izobraževanja. Ampak se mi zdi, tisto, kar ste prej rekli, knjigo sem prebral vašo drugače. In competition, out of competition, mi delamo v bistvu več izven tekmovanj kot na tekmovanjih. To sem govoril za 70. Ja, vse v redu. In to je zanimivo. Zanimivo je, ko smo štartali v bistvu vseh kolektivnih športih, se pravi vseh moških. Ženski moški, tako da se razumemo, ne glede na nivo. Ampak jaz mislim, da je pomembno, da smo prisotni v teh športih, da smo prisotni tudi v mladinskih kategorijah, zlasti bolj z vidika edukacije, kajti če izobražujemo, moramo priti tudi kakšen test narediti. Tako da, če pokrijemo vse kolektivne športe v državi, je to velika številka. V nogometu imamo v programu vključenih čez 800 igralcev. To se pravi, to je moška in ženska liga, mladinska in kadetska liga, futsal liga in tudi nogometna zveza sofinancira ta projekt. Oni plačujejo 70% stroškov na tekmovanjih. Out of competition je na strošek v celoti. Tudi v atletiki, v teh dolgih tekih nismo toliko prisotni, pa to še ne pomeni, da ne bomo. Ampak vse ostalo je pa, bom rekel, pokrivamo mladinska državna prvenstva, pokale, članska državna prvenstva, vsaj 15 atletov imamo v pulu, zdaj jih je 5 v mednarodnem pulu, kar je dobro, ker to je pokazatelj kvalitete športa v državi, to je hitro. Zdaj, če nimam, prej smo imeli neko obdobje bilo, ko nismo imeli nobenega atleta v pulu. Pa sem rekel, se nimamo koga testirati, da se pravi, ampak dobro, to je malo hica. Ampak dejstvo je, da imamo mi 20-25 športnikov v pulu in so v rednih programih, je to v bistvu neka garancija, ker o tem se govori, včasih, ko je bila naša pionirček, je bila to tabu tema. Niso smeli reči besedo doping. Sem jaz začel leta 2009
sem naredil en projekt in sem povabil 20 športnikov iz 20 različnih zvez. Vsi so bili stari 16 do 18 let. In moje prvo vprašanje, zato smo jih povabili, ko smo jih imeli v projektu, sem rekel, ali se je s tabo kdo v klubu, zvezi ali medobčinski zvezi pogovarjal in v dopingu. Tudi eden ne. Tudi eden ne. In zato je danes to pomembno, da se pogovarjamo o tem. Če se otroci ne poslušali v Ptuju, na UNESCO tek, in je prišla osnovna šola Ptuj, kolesarsko mesto, in druge tudi, ne? In je prišlo celo 12-letnih fantkov, ne? Vsi so več videli v dopih kot jaz. Pa smo rekli, 15 let je previsoka meja, pojmo dol, pa smo šli na 12. Ker mi v svojem edukacijskem programu delamo tudi za šolami, ne samo za športnimi klubi, ne? In imamo celo projektov v vseh teh možnih oblikah, tako da ne bom pripravil. Doktor Knap, bom zdaj prosil, mogoče bi se navezal na rekreacijo, to, da smo ugotovila Luc, da so testi predragi, da preden bodo testi po 15 evrov, pa jih bo gospod z lekarne tle prodajal, bo še nekaj časa trajalo, do takrat pa kako zajeti pač rekreativce, ki se dopingirajo, ne brž vse. Doktor Knap, Urban Pravodnik je enkrat rekel, ko je bila tudi okrogla miza o dopingu v rekreaciji, zakaj pač se... Pokrili smo otroke, so izobraženi, atleti so izobraženi, registrirani atleti so izobraženi, tudi rekreativci. Kaj pa mehanik, ko vlada vse v nulo? Kako pa te zdaj zajeti? Urban Pravodnik je enkrat rekel, kaj pa če bi na rekreativnih tekmovanjih nehali meriti čas? Saj se vsi dopingirajo zato, da je boljši od soseda, da je boljši od enega, drugega konkurenta, tretjega, nekako če ukinemo tekmovalnost, pa ne bo vse skupaj rekreacija, pa ne laufajo, zato da laufajo, sami s svojimi urami, bomo mogoče pa na ta način izkorenili prevalenco nekega dopinga v rekreaciji. Kaj vi mislite? Lucijan je lepo povedal, gon po tekmovalnosti, mi ga imamo vsi v sebi, tudi če smo vaški tekači, sam da zgono staro imamo prehtiš, kaj 5 let mlajša. Tako da to je v bistvu tudi rekreativni šport. Dajmo povedati, ja, lahko bi pohvalil Janija, on sem se veliko naučil o tem, koliko je vada napredvala, koliko je v bistvu, zdaj se res v bistvu, če tako naredimo povzetek ali pa ne, da bi bil jaz zdaj glavni, ampak bi lahko rekel, da se zdaj res ne splača goljufati, pa tudi škodljivo je za zdravje, da goljufaš. Tako da v bistvu in fajn ta izobraževanja, ki so na mladih svet stoji, to bo res prispevalo k temu, da bo vse, če gledamo odmevnost dopinških afer je zdaj manjša, ker je manj dopinga, se mi zdi. Ali pa toliko sofisticiran, da se ga ta genski doping, ki je prisotna. Po drugi strani je pa tudi biologija kruta. Če gledamo zdaj recimo biti dober maratonca, moraš biti velik 100, niti ne 180, pa moraš biti 58 kg, ona pa koliko je visoka, 140, pa imate 45 kg. Če so 50 kg, to... Celih 50, bravo, Taša, malo se sporedil. To je ni doping, v bistvu, to je nefer, da nekdo, ne punca, ki je tam pa 10 kg več, ki jo fantizice rajš gledajo, ampak nav pa mogla što mi da je to podvečka ona. Koliko ima telefon? V 24 urah? 228 km, dame gospodje, aplauz. Bom nekaj, ampak rad bi še povedal rekreativni šport, ki smo prej rekli, ta Lucijan všeč ta gon po tekmovalnosti, ko vsi se primerjamo, vsi tekmujemo, če ne drugega za denar, za plačo, za pozicijo, da je predsednik vlade, za prvo mesto. Zmage so eliksir življenja, so eliksir mladosti. Treba je zmagati, vsak delo, ali pa na Instagramu nekaj največje sličko, čeprav jaz ne termini. Ampak rekreativni šport, ful mi gre na živce ta oblika, rekreacija pomeni krepitev zdravja. Ne mi reči, da jaz krepim zdravje, če tečem 10 km na Ljubljanskem maratonu, pa me moji študenti nažgejo in pravijo, stari, lej, da mora več laufati, pa se mi smejijo. To ni krepitev zdravja, kolen me boli, srčno frekvenco previsoko, Feniks mi pa pokaže, da je čezmerno obremenitev. Da sem prestrg, da je še 10 km. Ampak jaz pa uživam. Kaj zdaj narobe? Je to narobe, če sem pri 63 letih, kad sem bil lani star tekel 10 km. Pa najbolj počasen tekel življenj, pa s najnižjim pulzom, pa bil sem najbolj zadovoljen cilju od vseh tekov. Tudi takrat sem bil še solidni tekač, poprečen,
sem bil bolj nesrečen, ker nisem imel po 33 minut, ker zdaj sem tekel na veliko. No, rekreativni šport, definicijo nisem počel. Rekreacija, krepitev, disportare pa zvira italijanske besede veselje, veseliti se, igrati se. To otroci zdaj delajo, ne? To se pravi, Lucijan, ki je bil mlad atlet, je stavil do olimpijski prvak, je šel na stezo, naredil 20x400. To je bila tista radost športa, ne? Tista prava, ne? In to vzeti, zdaj pa moramo vse zmeriti, vse se moramo primerjati, ne? Jaz mislim, da s tem, da si nehamo čas meriti, s tem ne bomo največ prišli. Ja, če ni na stravi, ni nikjer, ne? Tako še pravi. Ja, eni ima še zdaj stravo okrogljeno. S koraki pa vse štejo. Ja, vse štejo. Ja, lahko pa ženo kolesaraš, pa rečeš, pa žena tam, če ten hrib pride 16, ne, pa si rečeš, ja, se mogoče pa tudi, jaz nisem tako slab, če že nisem na stravi, ne pa še da je žena 16, ne vem koliko 10 000 kolesarjev. No, tako da ta rekreativni šport, ker mi enkrat damo gor številko, tekmujemo, res to tekmujemo. Tu, če zdaj Lucija, da Brigita teč, ne boš mogla teč z rezervo, tako. Brigita je pretekla maraton, ne Brigita, v New Yorku, a je tako? Ja, tako da je maraton, kar sodi se me. Mikrofon vzem, Brigita, daj da so posneli. No, tako da po moje bi bilo treba tudi, če bi več finansno, sicer znade preveč, ampak vlada pa država ga nima dost, bi morali tudi testirati rekreativne športnike. Vsaj nekaj, ne? Vsaj štih probe bi morali delati. No, Dvoršek, kaj je bilo takrat na Ljubljanskem maratonu, ki je frčalo perje, ko je bilo objavljeno, da bodo pa zdaj rekreativce testirali, pa se jih je 100-krat odjavili, pa nekaj jih ni bilo, pa tako naprej. V glavnem, veliko ste govorili po forumih, po Facebookih, kaj za vraga se zdaj gredo, da bodo pa rekreativce testirali. Malo je bilo hecen se vse skupaj, ker vemo, da to ni šala mala, zdaj potestirati, pa ne vem, tudi na ključnem vzorju 10, 20, kaj še na 30 rekreativcev, nekaj ste hoteli takrat sporočiti s tisto gesto. Ja, drži, se nislo prvič. Mi vsako leto testiramo Ljubljanski maraton, vsako leto testiramo Franjo. Smo prisotni na teh rekreativnih prireditvah tudi ostalih. Vendar v kodeksu leta 2021 naprej tudi je definicija rekreativnega športnika. To je lahko vsak športnik, ki je zadnjih 5 let ni na rang lestvicah posameznih zvezd, to se pravi, da je resnično prekinil svojo tekmovalno pot, oziroma vsak ostali udeleženec teh rekreativnih prireditev. Zdaj, mi formalni okvir, da te športnike testiramo, imamo, ampak ne vidimo kakšnih posebnih učinkov z vidika sankcij v primeru pozitivnih rezultatov. A veste, in če tega ni, potem je rekel brez smisla, to je moje mnenje, investirati v to vrstno delo ali pa aktivnost, bistveno bolj pametno se mi zdi ozaveščati udeležence in rekreativne športnike. In to je, zdaj, pri registriranih športnikih fino, ko smo tam lahko rekli, to je obvezno in morate to narediti. Rekreativni športnikov, mi smo bili v nekaj projektih, imeli smo projekt Erasmusov na Ljubljanskem maratonu Izberi pravi pot, takrat smo tudi ta veter naredili, ne? In je v bistvu dobro in bi ga lahko naredili še večkrat, ampak naši resursi so omejeni, jaz sem edini zaposlen, imam še 2 SP-ca eno na pogodbi. Mi smo edina nacionalna organizacija v Evropi, a to svetu, če hočete, kjer država plačuje samo materialne stroške. Nič drugega. To se pravi, niti 50% naših stroškov ne pokrijejo, pa so podpisali 2 konvencije, Strasbourgsko pa UNESCO, obe dve sta protidopinški konvenciji. Tako da, hecman, to zdaj nisem stvar zdajšnje vlade, ampak vseh v preteklih 10 letih. Ampak kakorkoli, če grem nazaj, v rekreativnem, na področju športne rekreacije, je prva stvar zaveščanje. Ja? In s temi projekti bomo nadaljevali. Če bi imel danes ustrezne resurse, bi zagotovo zaposlil človeka, ki bi se ukvarjal za fitness industrijo, se pravi za fitnessi. Mi imamo 2 dni nazaj smo se dogovorili z novim predsednikom fitness zveze, ker prej se 20 let nismo mogli, da bomo začeli testirati fitness industrijo oziroma tam. V svetu, v Evropi poznamo celo projektov, kjer se
privatni fitnesi združujejo in se potegujejo za nek zelen znak in ta zelen znak pomeni, da je to čist fitness, da se tam ne drogirajo oziroma dopingirajo in da se lahko tudi športniki oziroma da se testirajo na svojstvo. Cikl teh aktivnosti je, gre naprej in tudi poznavalci pravijo, da točno vejo, kateri fitnesi so ok, kateri so zelo obremenjeni z prepovedanimi snovmi in tako naprej. Vse to so pa pod pultom in dobiš kar hočeš in to je tisto, kar mene najbolj boli. No, se pravi, bomo tudi v teku malo prišli do tega, kako tu, še ne vemo, če Nataša rekla si, hodiš dosti po teh ultra prireditvah po svetu, pa dajmo reči, da so to malo bolj tukaj rekreativni športniki, jaz smo termin definirali, vsi ste rekreativni športniki. Ja, ok, zadovoljni? Kako ste testirani za doping? Rekla si, doping je v tem rekreativnem športu, kako ti to opadaš, recimo, da lahko to trdiš, ker slišiš, da se govori o tem, so ti kdaj kaj ponudili, ja, meniš, da bi bilo več testov potrebno, da bi kakšnega še dobil. Sem že malo gledati, če so kaj ultra tekačev dobili na doping testih, pa so ne dva dobili na UTMB-ju pred leti, pa še enega na neki drugi ultra teh, mislim, njih izrazito veliko. Zdaj, ali zato, ker ni testov, to, ker se dopingirajo z dovoljenimi doping sredstvi, to bom pa povedal, kaj si ste mislil? Zvoli. Ja, jaz mislim, da predvsem zato, ker je premalo testirana v ultramaratonih. Jaz v bistvu sem samo na 12-urnem teku v Kranju, ko sem postala državna prvakinja, sem takrat edinkrat bila na dopinškem testu. Drugače pa nikjer nisem zasledila prav vsaj izmed teh na nobenem izmed teh tekov, tudi če sem zmagala, še nikoli ni bilo treba nobenega doping testa narediti. Tudi nisem zasledila, da bi kdorkoli omenil, da bi bil na kakem dopinškem testu. Zdaj, kar se tiče teh govoric, ja, nekaj je govoric, nekaj je bilo takega, kar se je videlo, ampak jaz sem nobenih podrobnosti ne govorila. Je pa res, da sem že dobila tudi kakšno ponudbo, na kak način bi lahko določene stvari izboljšala, kje pa kako, tudi to sem že dobila. Tako da ja, definitivno jaz lahko trdim, da doping je v ultramaratonu. Govorim prav v ultramaratonu v Sloveniji. Več testov narejenih, bomo vedeli več, če bo ga dovolj. Brigita, ja, ti si bila v vrhunski atletiki leta 2000 na olimpijskih igrah, hipotetično vprašanje, pred olimpijskimi igrami si druga na lestvici za Marijo Mutolo, imaš pol sekunde še lufta, pride do tebe pa ti reče, tole poješ, evo, jo imaš za pol sekunde ti, dobiš olimpijsko zlato, noben ne bo nikoli vedel, vse smo zračunali, vse jasno. Ful dobro vprašanje. Jaz mislim, da bi vseeno rekla ne. Se pravi, če bi dobila olimpijsko ali pa ne medaljo. Če bi dobila zlato, recimo, zlato so samo medaljo, vlasti četrta olimpijski, ki treba podariti, ali nekdo bi ti rekel, Kelly Holmes, evo, boš ujela, tle imaš, pojej tole se te je užilo, 2 dni prej, dvakrat bo malo modra, boš modraša na WC, pa bo pa super. Pa to rešitev za vse države. Ne, jaz vedno rečem, jaz sem bila res ful zadrogirana otroštvo, in da sem prišla ven in v bistvu ta trener, ki sem ga omenila, mi je ravno na mojo astmo ponudil. Je rekel, zakaj ne bi to malo izkoristila, tako kolesara in podobno. Ampak pri meni res, če šli kartoteke gledati od, ne vem, 4. leta dalje, so bronhitis in vse te zadeve. Tako da, ja, ne, jaz sem se prej borila in v bistvu tudi v moji knjigi sem napisala 3 leta pred čelnim vrhom, sem tekla, ne vem, 58, 40, kako je bilo na 800, sem jaz nehala z vsemi zdravili od astme, ker sem imela toliko stranskih učinkov. Se pravi, praktično sem laufala na ta PUE, ali tako se imenuje, ta obrazec, ampak brez zdravila. To je bilo to. To je bil moj cilj, ker res stranski učinki se pa res pojavljajo po teh astmatičnih zdravilih. Tako da ni to, da eno uporablja samo za pluse, ali pa da rabiš zdravje rihtati, težko živiš, od aritmij do vsega strana zraven, to je to. Da ne, to je ne. Torej, odgovor je žal ne. Žal ne. Ne boš povedala, kaj bo vzela, pa kje se da dobiti, ne hecam te. Sem to izvod, da ne vem. Ne, to mi sugeriral mi je
Luc prej, ne, nekaj to vprašam. Ali imam jaz krivo, ne. Vprašal, kaj bi vzela, to da mi dal naslednjo knjigo. Ok, Nataša, mogoče še, kakšno je tvoje mnenje? Ena raziskava je prišla ven letos, pomladi, in sicer uporabi preparatov med ultratekači, vzeli so 400 vzorcev urina, več kot 200, ki so najdeli neke preparate, sicer večina dovoljenih, večina je bilo pač teh nesteroidnih antireumatikov, pač protibolečinskih tablet, protivnetnih tablet, to, kar pač ne bi praktično otraši imeli v vrečki in v žepu vsi. Zdaj, tudi ti imajo stranske učinke, negativne na zdravje in tako naprej. Tvoje mnenje pač o tem, da praktično trejlaši, pa ultratrejlaši, pa ultraši na cesti pač pogosto posegajo po teh, bom rekel, sicer dovoljenih preparatih, pa vendarle. Ja, tega je, v bistvu ne vem, če poznam kakšnega ultraša, da ne bi kakšnega ibuprofena ali pa, ne vem, nalgisina, naklofena, pa te stvari pojedel, ja, to definitivno, ja. To je v bistvu sama, tudi jaz recimo kakšen naklofen, ampak seveda sem jaz prej o tem govorila tudi s mojim zdravnikom, v bistvu gre za protivnetbeno, da iz preventive potem potekmi, da je dobro, da ne pride do gneti ali kaj takega. Kakšna tudi križ boli včasih. Ajde, Njako bi kaj povedal, vidite, jeste to, ne? Roko bar do tega ni. No, Zalo, kar, da ti povej, kaj ti misliš o teh nesteroidnih antireumatikih, ki eni jedo bombone, mogoče, ja. Ja, sem vesel, da se mi ni treba zdaj, da lahko kot res rekreativen športnik se brez nekih visokih tekmovalnih ambicij ne ukvarjam s tem. Sem pa se s tem vprašanjem, ko se prej Brigito vprašal po mojih navodilih, oziroma sugestijah. Jaz nisem bil na takem nivoju kot ona, mislim, da konec koncev je bila, noben moški atlet ni bil na 800 metrov, v tem rangu v Sloveniji, kot je bila Brigita, ampak sem pa vsem bil na neki točki, ko sem tako sem bil blizu tega, da bi lahko začel živeti od športa. Razmeroma blizu. Bil 13. na svetovnem mladinskem in to so leta, ko se še zelo formiraš kot človek, bi rekel, 18-19 star in non-stop se s kolegi, vsaj pri nas je bila to res redna debata, tako z atletskimi zaveznjaki. A je res možno, torej, če grem zdaj 1,49, da pa lahko greš res 1,44, tudi brez da karkoli vzameš. In tako bi rekel, to so kar ene velike moralne dileme za enega mladega športnika in sem se tudi post-festom dosti spraševal, kako bi odreagiral to in jaz ne bi mogel recimo zase tako odločno reči, jaz nisem imel te izkušnje z astmo ali pa s čem. Tega pomisleka sigurno ne bi imel in tudi, ko razmišljaš naprej, jaz se vedno rečem, verjetno ima vsak človek neko mejo, kje prestopi to, kar je nekje zapisano in ko sem se prestopil v člansko kategorijo, kar dosti z neko pretreniranostjo soočen, to je res blazno stanje, ko ne spiš, ko se zbujaš res srcem, kot da si spil 15 kav in tako dalje. In še to se zbujaš iz nekega polsna in potem že študiraš, bom šel zdaj na fartlek ali bom šel na distance, skratka, totalno te posrka ta šport noter. In se mi zdi v takem stanju, če bi kdo pristopil do mene in mi rekel, gled, zdaj pa bomo to malo koristali, se ne moram reči ne, ja ali ne, ampak se mi zdi, da sigurno pa ne bi bil 100% za katero postranje. Ne vem, če bi lahko kdo, se zase isto trdim, pa spet nisem na tem nivoju, ampak svoje cajte sem kar neki laufal malo hitrej, pa sem ne trdil kategorično, da dopinga pa ne bi nikoli poskusil, pa potem se kar nekaj prebral na to temo, tudi celo knjigo, ampak pa se pogovarjal recimo z atleti, ki so zgubili medalje za stotinko in podobno. A bil v določeni situaciji po tisti tekmi, potem je naslednja, tam imaš pa šanso, da bo prav, pa da bi ti nekdo po tisti sveti jezi po nečem zavrnil se skupaj. Ne upam trditi tega, nikoli. Tako da pa sem dosti izobražen tudi na tem področju. Zdaj, Brigita je rekla, ne, to mi všeč, Nataša tudi prav, da ne.
Knap mi malo sumljiv sicer. Glede to, da ima mehaniko za svetovalca, tam je dobro, tam je všeč, tam je dobro. Knap. Ja, izvolite. Ki pa je to mehanker? Zdaj, da imamo samo dopingu, čeprav je zelo zanimiva tema, ampak kaj pa ultraši, recimo lova, nesteroidni anteriomatiki, ledvica, želodec, to so v bistvu kar posledice, koliko časa traja ta ultraška karijera, koliko tega analgezina prenesejo ledvica, a je v tem kaj znano, koliko časa je zdaj ta ultratiki, koliko let so popularni. 30 let. Jaz stečem ultramaratone že 17-18 let. Je pa res, da jaz pojem na klofen ali pa na desin, bom rekla, na tekmi 2-3, drugače jaz ne jem nobenih tablet nikoli. In to je to, jaz nimam nobenih težav, ne želodcem z ničemer, s poškodbam, nič tako. Omega-3, pa krioterapija, pa hiperbarična medicina, za regeneracijo to malo še uporabljati. Hiperbarično moram reči, sem prvič začela uporabljati, sem bila prvič zdaj po 24-urnem teku, sem bila prvič v življenju, tukaj drugače pa druga ne. C-vitamin, omega-3, Kaj nam bo redo? Je še potencial. Je potencial za izboljšanje, rekel veš, evo farmacijo, tako. Zdaj, ko smo Lucija omenil pretreniranost, zdaj so v bistvu, zdaj imamo te prstane, to je, ne vem, če poznate Eura, to 24 ur na dan spremlja tudi stanje avtonomnega živčevja. To se pravi, s tem, kaj pomeni to avtonomno živčevje, to pomeni, zdaj, če hočemo gon po tekmovalnosti, moramo biti manj jezni, moramo se vznemiriti, moramo lahko tudi kokain vzeti, odvisen, ampak naravno je pa ta par simpatikus, parasimpatikus, in mora biti to eno ravnovesje. Zdaj, če vas ta prva 24 ur dan spremlja, pa imate podatke iz celega leta, potem ne morete priti v fazo pretreniranosti. Zdaj, vrhunski športniki to že zelo veliko uporabljajo. Uporabljamo tudi pri bolnikih. Ampak to je protidoping, to je v bistvu umetnost vadbe brez prepovedanih. Če to prelešno zmeri, res smo čisto navadno uro, pa fajn spimo. Človek, ki vlada z doping na svetu, ima navadno uro, to je dejstvo. Najam je teže brce, da smo uro pa pol že potrošili, zdaj se razstavi na vrsti. Kakšno vprašanje, sigurno ja. Uršičeva, mogoče vi, ki bi vprašala? Moram do vas prideti, tudi sem. Mislila sem čisto dosti glasna, tudi brez. O, Jezus Kristus, pomagaj. Ne bo, ker se to snema, pa ne še ostali slišali. Pa vse smo se že prej pogovarjali, mehanski doping pa superge. To danes ne bomo načenjali, ker je že Knap rekel, ker bomo predolgo trajali. Me je pa druga stvar, o kateri sem se prej pogovarjali, recimo, ne vem, dekleta, mogoče ne vejo, veliki anemični, tekačic sploh. In marsikatera tekačica ne ve, da je intravenozno železo, lahko tudi doping, če preseže neke vrednosti. Je tako? Infuzije so prepovedane, razen do 50 ml. 24 ur. Kar niti tako veliko, to so terapevtske izjeme. Zdaj nekaj še mogoče, gospod Oršak, koliko je terapevtskih izjem, oziroma, dajva tako reči, ampak to je spet tema, ki bi lahko dolgo razgrabljali, pa mogoče na kratko. So terapevtske izjeme lahko prostor za zlorabe, recimo. To, kar je bilo, ne vem, 20 let nazaj, ko so bili vsi tekači na smučeh, astmatiki, 70%. Jaz ne vidim prostora za goljofije na tem področju, zato ker imamo zelo resen pristop. In vsaka terapevtska izjema, ki se podeli na nacionalnem nivoju, se vnese v ADAMS, to je naš informacijski sistem, in jo VADA takoj preverja, oziroma če je športnik na mednarodnem nivoju, je preverja tudi komisija na mednarodnem nivoju. Zdaj, na spletni strani VADE bodo zdravniki naredili natančna navodila, katere za vsako diagnozo, kakšne postopke morajo biti izvedeni in kakšni zdravniški izvidi morajo biti narejeni, zato da se lahko terapevtska izjema podeli.
Pa tega ni veliko. Mi imamo, zdaj bom rekel, 14 do 15 terapevtskih izjem, recimo, ki so na neko daljše obdobje, tudi inzulin, ki se podeljuje za 4-8 let. Tega ni pri nas veliko. Kontrola in pa nadzor tega je pa resnično močen in jaz tukaj močno zaupam v ta sistem. Hvala, odličen odgovor. Tako da, drage dame, podočiti se treba spletno stran, podvade preklikite, tam gor je 14 kategorij različnih splet Rušičeva, ja? Niste še povedali do konca za to, ja? Ne, je eno drugo vprašanje. Koliko časa se vzorci hranijo? Koliko časa se hranijo vzorci? Vzorci se hranijo 10 let. Še 9 pa bo. In tudi, ki športnik zaključi svojo kariero, ga upokojimo v narekovajih, njegov profil v Adamsu postane živ še 10 let. Čisto nihče ne more do njega, razen vlada, in pa tisti, ki je nacionalno pristojen za to, vendar je v primeru na kasnejših analiz, kako temu rečemo. To se pravi, da je stvar dokazljiva. Prosim? Kako THC vpliva? Kako THC? Pa kdaj je THC? Ja, problematičen. To je odbojkarja zdaj. Ja, THC v bistvu ni substanca, ki bi vplivala na športne rezultate, ampak je tista substanca, ki kot socialna droga v bistvu se zlorablja v družbi in zato je z etičnega razloga na seznamu prepovedanih snovi. Kaj pa če je vzel zaradi lastnega užitka? Če je to vzel zaradi lastnega užitka? Največ teh primerov je, športnik mora dokazati, da THC ni jemal v času tekmovanj, to se pravi od 23:59 preteklega dneva do konca tekmovanja, do doping kontrole, kar praviloma, kar ni, ne bom rekel težko, ampak če športnik dokaže, da je to jemal prej, kar se pa da ugotoviti skozi koncentracijo in laboratorijske izvide, in če to uspe še dokazati za pričami, potem je ta kazen enotna 3 meseca samo. Še eno vprašanje, evo. Kratke, izvoli. Sam 2 besede o THC-ju. Zdaj, THC je v bistvu medicinska THC, ena flaška, če vam jo predpiše zdravnik, stane 700 €. Ampak zdaj ta THC je v nekaterih državah liberalizirana, se pravi, ljudje lahko uživajo v rekreativne namene. Pri športu pravzaprav ne vidim razloga, kot ste vi lepo povedali, zakaj bi sploh to jemal, ker to ni substanca, ki bi mogoče pri streljanju, pri kakšnih športih, ki bi moral biti sproščen. Drugače pa to ni stimulans. Ampak problem THC-ja je to, da je svet tako pokvarjen, da ni več te medicinske THC-ja, ampak to travo, ki se dobi na trgu, je vedno malo nesnažena, ker ti hočejo narediti odvisnike. Po drugi strani imajo pa lahko nekateri to smolo, da imajo tako genetsko strukturo, da tudi če bi imeli običajni THC, brez teh dodatkov, ki nas delajo odvisne, lahko dobijo skizofrenijo. Tako da s THC to je v bistvu zdravilo, ki ima stranske učinke, ki mora imeti zelo strogo indikacijo. In jaz z tega mesta tudi nisem za liberalizacijo, ker ljudje smo pač taki, kot smo. Ambiciozni mladoletniki 14 do 16 let, pa še bolj ambiciozni starši. Prej ste omenili, da kontrolirate tudi na mladinskih državnih prvenstvih. Pa me zanima, koliko je najmanjša starost, se pravi, ko kontrolirate mladoletne športnike in pa predvsem, meni je znano plavanje, različne čudežni napojčki pred tekmo, rezultati, ki so daleč od bivših državnih prvenstv, državnih rezultatov po zadnjem času, koliko je bil najmlajši, ki ste ga dobili na dopingu. Hvala. Mislim, da pri nas nismo nobenega mladoletnika dobili pozitivnega. Ampak vprašanje starosti je bolj namenjeno športnim zvezam oziroma mednarodnim športnim zvezam, ki postavljajo starostne limite. Zadnji primer je bila zimsko olimpijske igre v Pekingu, ker je Valejeva, ruska drsalka, bila manj kot 15 let in je potem epilog tega primera na TMZ-ju je bil ta, da je ISU, se pravi Mednarodna drsalna zveza, dvignila limit iz 15 na 17 let.
Zdaj, seveda poznamo nekaj športov, kot je gimnastika, recimo, kjer so te starostne meje nizke. Tudi v plavanju zadnje čase 15-letnica dosega svetovne rekorde. Tako da mi v bistvu tukaj nimamo svojih pravil. To, kar imamo v Sloveniji, je pa seveda kategorizacija se začela pri 15 letih. Ampak jaz mislim, da nismo fokusirani, pa nismo osredotočeni na te mlade športnike, bolj na profesionalne športnike, na tiste, v bistvu, ki se potegujejo za, bomo rekel, elitne naslove ali pa za mednarodne športne rezultate. Testiranja v mlajših kategorijah so bolj izvajane v smislu izobraževanja oziroma ozaveščanja mladih športnikov. Če sem odgovoril. Bo v redu? Fajte, pa bo v redu. Še kakšno vprašanje mogoče? Kako pride do vašega mehanika? Odlično. Odlično. Se glede na to, da nismo vsi na te substance, a predvidevate v bodočnosti kakšen doping na pivo uvesti? Pregled. Alkohol, če bi. Samo pivo. Aha, starega ti ne piješ. Zdaj, mehanik ni problem, ker ta HIF inhibitor pravzaprav pač poveča prenos kisika v telesu in zdaj pa tudi do mišic, ne, in zdaj mi rekreativci, ne, imamo manjši minutni volumen, manj pretoka skozi možgane, pa skozi mišice, tako da jaz imam krasno kri brez HIF inhibitorja, pa brez eritropoetina. Veliko boljšo, kot takrat, ker sem bil najboljši tekač. Poprečno tekač. Tako da ni to, da jemlje en rekreativc epo, res mimo. Tudi ne vem, kaj mu koristi, da je tiste 2 minute hitrejši. Ja, glava. Ja, gre. Ego, zmaga. Preseganje. No, zdaj bo zavod. Ne, res je veliko škode. Za zdravje. Ja, sigurno. Jaz sem se tudi večkrat spraševal za rekreativce. Testirati, ja, ne, tako, tudi ko sem knjigo pisal, bi pa tako eno. Sploh zdaj sem bolj rekreativni športnik, kot kar, mislim, ja, samo rekreativni športnik. Ampak meni se zdi, da, ne vem, odraslih ljudi vedno tudi ne gre, kako bi rekel, tretirati samo kot otroke. To mi je bilo zelo všeč, ko je gospod Dvoršak rekel, ja, izobražujmo, povejmo jim, ampak če pa človek na koncu idiot, je pa idiot. In se mu pač pa uničuj svoje zdravje za tiste 2 minuti. To pravi ena plat mene. Druga plat mene, ki pa vse je tekmovalna in ki, čeprav je to rekreacija, mi kar precej pomembno, ker ne govorim o rekreaciji sam ljubljanski maraton, ko je res, ko se mi zdi zelo abstraktno, ali si, ne vem, 50 ali pa 70. Ampak jaz tekmujem na nekih tekmah, na nekih bolj vaških prireditvah, gorsko-tekaških, kako bi rekel, cestnih, manjših tekih, pa tudi prijem tako na stopničke, tudi zmagam kdaj in si rečem, a bi mi bilo zdaj res čisto vsejem, če bi vedel, en bi tako brezsramno se vključil na ene špricu tu neki in me pol premagal, ali bi pol tudi rekel, zdaj pač idiot, škodi svojemu zdravju, ali bi mi bilo tisti, jaz bi lahko namesto njega zmagal in bi tu vsem včasih celo kako denarno nagrado dobiš, ko praktično nagrado lepe, če čisto ta materialni vidik pogledamo, da ne govorimo o nekem, kako bi rekel, osebnem zadovoljstvu, ki je vendar kar precej veliko postopiš na največjo stopničko, tudi če niso to ravno olimpijske igre ali pa državno prvenstvo. Ja, na spletni strani Sloade obstaja, tudi če se ne motim, možnost, da anonimno prijaviš doping, ne? Tako, poklikaj, da ti spopište noter soseda zdaj. Tole se je premagalo, ne, Heca za zaključek. Ma še kakšno vprašanje mogoče? Kakšno roko vidim? Ožičeva, vi še kimate, nemate dost. Prej, odlična istočnica tudi za čevlje, pa omenili smo to ure in zapestnice in prstanje in tako naprej. Naslednja oddaja, oziroma takle pogovorni večer, ja, bo na področja tehničnih izboljšav v teku, ki so nenormalne v zadnjih 10 letih, zato so tudi norme tako zrasle, zato vsak danes laufa maraton po 3 ure, ne, skoraj hecam se, ampak ne, na tem bi se dal mrske reči, ne, Knap je veliko povedal, recimo, ni samo doping tule, ne, tudi na vseh področjih smo napredovali, tudi v rekreativnem športu in tem bi se morda splačali kakšno uro pa pol naslednjič potrošiti, zdaj, če imate več vprašanj, bom... Dvoršak, še? Lahko je sam nekaj
izkoristite to priložnost. Jaz se 2015 smatram, da bomo prepovedane snovi križali s centralno bazo zdravil in da boste dobili enkrat maja meseca telefonsko aplikacijo, pa internetno aplikacijo, pa v elektronskem receptu smo pa že. To se pravi aplikacija, ki vam povedala, ali zdravilo vsebuje prepovedano snov in v kakšni obliki je ta snov oziroma zdravilo. Ali gre za navadne tablete, ampule, ali gre za mazila, ali gre za intravenozne oblike. Skratka, vsi ti detajli so specificirani, tako da preveri zdravilo se bo reklo v tej aplikaciji. Mi smo zdaj v fazi testiranja, tako da predvidevamo, da bo hmalo in to bo odlično, ne samo za športnike in njihove starše, trenerje, ampak tudi za zdravnike. Veste, zdravniki nimajo te izobrazbe oziroma na medicinski fakulteti se s temi stvarmi ne ukvarjajo. Tako kot bi se ali pa bistveno premalo, čeprav zdaj kar prodiramo na različnih nivojih, tudi na farmaciji imamo zdaj v bistvu močno ekipo in se trudimo praktično čim več narediti in ta telefonska aplikacija bo zagotovo velik problem rešila, ker ti bo zelo enostavno, tudi zdravnikom bo enostavno, ker bo vedel, zakaj bo. Kdaj pa bo? V kratkem. Na spletni strani Sloado je že, za vikek preveri zdravilo, tam piše, da bo kratkem zunaj stvar, tako da boste poklikali, nesem noter in to bo super za vse nas lajke, ki ne vemo, pač Coldrex je dovoljen, a ni dovoljen, tako da zaključno vprašanje ima farmacevt. Ne vem, koliko časa traja, da mislim, da so CBZ usposobili, da pač deluje tako, kot deluje in pri nas v sami informatiki, vsaj v lekarniški je to, Bog se usmilo od e-recepta do tega, ja, vidim, se križate, ne, vprašanje, koliko časa ste rabili, da ste to naredili, zaradi tega, ker mi, kot lekarniška zbornica, marsikero stvar že pač na NIJZ in na ZZS, bom rekel, pritiskamo že par let, da bi mogli par stvari spremeniti, pa to njihovi računalničari še nekako razmišljajo o tem, kako bi to naredili. In vem, da to traja. Koliko časa ste rabili? Jaz sem imel 2015 na telefonu že beta verzijo narejeno. In od takrat naprej do danes sem borbal najprej z športnimi oblastmi, z ministrstvi, da sem dobil denar za to, da to lahko financirajo, gre pa samo za 70 000 evrov. Zdaj, ko smo prišli v elektronski recept, v receptu smo že, zato ker imamo pogodbo z NIJZ-em, ki upravlja elektronski recept, zdaj imamo pa v bistvu moramo priti do čiste prave CBZ baze, to pa zdaj v bistvu rešujemo za javno agencijo zdravila in ZMP, pa z ZZS-jem in to je tako, kot da so tolče zmeri na veter, no. Ker vem, to je urna besa, ampak bomo stisali, ker smo pa ustrajni, saj jaz sem pa nezmerno ustrajni. Ker vem, da ZZS je programiral še v DOS-u par let nazaj. Ja, pa ne sem to, vsak zdravstveni zavod na svojo informacijsko firmo pa svojo informatijo. To ni nov tega sistema. Ampak to bo vidno samo zdravnikom? Ne, zato ker javna baza. Ne, mislim, ampak recimo, jaz kot farmacevt preberem kartico, napisan je recept. Bom jaz tudi videl, mogoče oznako, da je to vrhunski športnik, da ga moram o temu in temu obvestiti, ali bo samo zdravniku pri predpisu recepta vidno to? Naslednja faza. Mi imamo na osnovi zakona o športu uporabljamo, vsak športnik za registracijo uporablja EMŠO. Zdaj, mi imamo zakonsko podlago za uporabo EMŠA in ta EMŠA bi šel lahko noter, vendar zakon, ki opredeljuje elektronski recept, tega nima. Zdaj na uni strani je pravni problem, ki ga moramo rešiti. Zato, da bo, ko bo zdravnik odprl bazo in bo rekel, Brigitta Langerholz je moja pacientka, ona je pa športnica, ker bo to ta podatek noter. Nismo še tako daleč. Smo pa tako daleč, da bo, ko bo zdravnik otipkal oziroma predpisal zdravilo, da bo videl, da ima to zdravilo rdeči znak in da je v bistvu na listni prepovedani snovi športnika.
Emšo ima spol, pa da to rojstva, to že našlo. Ja, to, če je spol definiran, pol to ne bo šlo več. Preden naj tilovci prevzamejo besedo, ja, pa da bomo tle do 3 zjutraj, bom raje jaz vzel mikrofon. Super je bilo tole, skoraj 2 ure smo potrošili, spoštovana publika. Zelo 12 ran, to niste vedeli, zdaj veste. Klemen pa Maja imate zlate majice, zakaj? Klemen, vstan. Vstan, no. Maja, da je pokaž, ja. Ker ima 112 ran letos zlati znak Mednarodne ultramaratonske zveze. Klaus, tako. In tudi zato, ja, tudi zato ta večer, pogovorni večer, kdaj je letos dirka, 2. junija, tako, kje? Tam ne zuni, je tako, prijave so odprte že? Ja. Žal. Mogoče še kakšnega, če boste prijazni, pa boste podkupili Majo. Vidimo se 2. junija, če ne prej. A bi še kdo kaj povedal, mogoče? Nataša, Knap spet. Bo Maja nekaj povedala, ta prva pa še Knap za zaključno besedo. Volite, doktor Knap. Ne, zdaj, ki smo jih prevali na tem teku, Sam še malo. Je pravzaprav to ena priložnost, ker je mogoče tudi doping, ki je zraven, v zadnjem obdobju smo malo izgubili kompas, človeštvo nasploh, posamezniki, čeprav se trudimo v bistvu tisto paradigmo iz antičnih časov, najboljša različica sebe, vedno pač hočemo nekaj biti boljši, kot smo bili včeraj, ampak pozabili se tudi na placebo, nocebo, Pred leti, ko sem bil še zdravnik Matica Osovnikarja, so skupaj trenirali in smo na treningu vedeli ribozo, to je cukor, nič ni bil prepovedan, dobiš ga v različnih sadežih in takrat tisto poletje so vsi nekaj osebne laufali. Tako da, seveda, kriva je bila riboza, ampak ni bila kriva riboza, krivo je bilo placebo. Tega se sodobni čas premalo zaveda, treba je verjeti. Nataša lahko teče 24 ur, zato ker verjame, da lahko preteče, a 12 ur. Mora kar verjeti. Če ona začela dvom, da nam pretekla, je njena fizika nič ne pomaga. In po drugi strani imamo pa nocebo. Sej medicina se je razvijala takrat, veste, ki je en kirurg, je operiral kolena, to je skoraj 100 let nazaj. In je videl, da če pacientam reče, da mi je operiral kolena, pa je sploh ne operiral kolena, sam res je naredil, je bilo 90% pacientov tako zdravih, ki nisem je operiral kolena. To je pa bilo, zgodba se tako začela, da so pa začeli v medicini dvojno slepe študije, ker več ne verjamemo, ker naša glava je nad telesom. Tako da mislim, da najboljše različite sebe, da vse te goljufije, vse te prepovedane snovi, dajmo naštelati svojo glavo, da drugte pridemo na 12-urni tek. Hvala lepa. Bravo. Aplauz, doktor Knap, izvrstno. Če bi bilo na operacijo kolena, zdaj veste, da niste bili. Ampak ste bili pa boljši. Maja, izvoli, tle, pet sem, da te kamera vidi, ja. Maja Rigač, to je, ona je pa ta glavna na 112, tista, ki dela Klemen, nisem krasno. Če se navežem, Marko, najprej na tvoje izvajanje za zlato značko IAU-ja, Golden Label, moram povedati, da tekma mora izpolnjevati kar nekaj kriterijev, da dobiš to najvišje priznanje Mednarodne ultramaratonske zveze in eden od teh je tudi, da ima tekma doping, tako da doping kontrolo. Doping kontrolo. Najlepše zahvaljujem direktorju, gospodu Dvoršaku in Slovenski antidopinški organizaciji za sodelovanje. Tudi letos bojo prišli, tako da pazite, kaj delate. Sicer pa jaz sem izjemno zadovoljna z današnjim večerom. Mislim, da smo se vsi veliko naučili, lahko se še več izobražujemo, kot je povedal gospod Dvoršak, imamo še veliko možnosti za izboljšave, za izpolnitev naših znanj. In zdaj pa še zahvala vsem izjemnim gostom, hvala, res ste bili izjemni, veliko novega in dobrega ste povedali in hvala Marko tebi, da nas tako lepo vodi skozi večer. Seveda pa vsi vabljeni 2. junija v Kranj, če niste med tekmovalci, pa pridite navijati. Hvala. Hvala Maja. 19. aprila je bil dan čistega športa, Narodničan, dan čistega športa je bil prejšnji teden. Tale okrogla miza je pala 6 dni potem. Imate mrtki da razmišljati,
je doping naša realnost? Za razmišljati smo vam dal. Tako da hvala še enkrat dr. Bojanu Knapu, Brigiti Rangerholz, še kaj? Brigita bo seveda, skoraj sem pozabil, pa tako lepa naslovnica. Brigita bo seveda po zaključku tega pogovora podpisovala svojo knjigo Do cilja in naprej, izvrstno čtivo, tudi ker v dopinga se noter najde. Tudi eno poglavje, tako da ja, izvolite, navalite, Zalokar imaš svojo sabo. Pa zelo, ker ima tudi svojo knjigo sabo, tako da me zmanjkali, ne moramo si imeti knjig. Dosti ste vali terapiti, ne pa vsak šalabajzer, pa tudi ne more tega prodajati. Tako da bomo zaključili ta večer, pa navalite za šank. Dr. Bojan Knap, aplauz, prosim, hvala lepa. Brigita Rangerholz, hvala se. Jani Bošak, Sloveno. Nataša Robnik. In nazadnje Ljuc Dolker. Hvala vsem, lep večer, se vidimo.